če izključimo možnost ekstremnih dogodkov, padcev in tako naprej, bo Pogačar. Moraš imeti FTP, moraš imeti čez 5 vatov na kilo že, da si nek profesionalc. Če kad sem rekel, vse vati niso vse, ne? Jaz se Pogačar je pa tam vozil za rok, pa pice jedel, pa pivo pil takrat per 19. Jaz mislim, da toliko skrega niso, da bi bili toliko neumni, da ne bi tega videli. To je moje. Ok, dajmo mi tole pol začeti. Imaš ti plan? Ti si rekel, da bi na začetku sam tako malo predstavil... Se pravi, kaj je v kolesarstvu, kaj pomeni tur, mislim, tako te monumenti, pa tudi tako na hitro, kaj je to tur, kje se nahaja zdaj Pogačar v smislu neke zgodbe za Gouta, malo ta primerjava mogoče, pa gremo na tur, ne? Tudi zmena. Pa gremo pa na tur in seveda na ta TTT, ne, današnji. Ok, pa Simon, ki si ti tudi rekel, kdaj da bi amater lahko v primerjavi s profesionalcem, sem tudi to. Jaz sem edin to. Kaj imaš to za eno zgodbo? Ja, to mora biti, da je amater dober, da lahko Kje so neke razlike, kje so neke razlike med amaterjem pa profesionalcem, pa da bi amater lahko postal profesionalc? A veš, zdaj slovenska mladina je v veliki meri zaradi Pogačarja šla v kolesarstvo. Ja. In vsak starš, ki ima otroka na kolesu, si v podzavesti želi, da bi bil profesionalc. In na kakšen način to doseči, kje vidiš, pri katerih letih lahko to opaziš, kdaj je že prepozen, kdaj je v redu, kako to dela. Si ti skoraj profesionalc za to, ne? No, jaz ne, to, kaj gledaš tele, si kar daleč. Lahko si zelo dober, ampak o tem bi lahko pa govoril. Ja, veš, to me zanima, če bi Jaka lahko profesionalc iz tega, ker je zdaj, ker vsi vemo, da bi sigurno lahko bil. Od danes naprej verjetno ne več. Od enih 2 let nazaj? Ne, od danes naprej, jaz mislim. Od danes naprej bi ti lahko bil profesionalc. Ja. Če bi recimo ti si danes rekel, jaz pa jebeš vse ostalo, greme se v profesionalno kolesarstvo, bi lahko bil recimo toliko daleč, da bi prišel za nekega pomočnika na turu za neko ekipo. Ja. Siguren bi... Za dirko po Sloveniji pa si lažje. Ja, veliko lažje. Da bi Lipovica malo pel po Vršiču gor. Ja, njega glih pel. To je tudi kar dobro, ne? Po moje glih ne. Ja, tam dolga Kugijevga spomenika bi ga, ne? Ja, bi. Ampak, ja, jaz mislim, da če delaš na temu, je veliko možno, zelo veliko. Sam... so pa, mislim, so cifre, ki jih obračajo kar visoke zadnje čase. Moraš imeti FTP, moraš imeti čez 5 vatov na kilo že, da si nek profesionalc. Kar je kar veliko. Aha, nad 6 jih ima zelo malo, recimo. Nad 6 pa že zelo malo. Ima zelo malo. Če imaš nad 6... Ko imaš pa ti na kilo, to si ti kaj meril, lahko ti to meraš? Ne bi vedel. Aha, ne bi vedel, ampak 4 bi rekel, da imaš glas. Ja, 4, ni problem. Ker jaz sem toliko težek, da sem vesel, če imam 2,5 po moje. Jaz sem vesel, če imam 2,5. Pa sem jaz vesel, če prej ti si tudi kar težek, noš mislim, ne? Ja, nisem toliko lahk, ja. Ja, nisi toliko, ja. Ja, če se hočeš, dajmo začetnem. Ajde, daj. Se glede na to, da je bil nek zanimiv zdaj del videa, to že to noter. Ja, da boš zrezal malo pa to, ne? Ker sta povedala, kaj bomo govorili. Nek uvod. Super, pa gremo na per, pa televizijo. Pa če tri zdaj tu in pa gremo gledati. Ja, ne, imamo še uro pa pol časa. Aha, preden se on začne učiti, da ne vam vrže, ne? Učiti to, kaj bo danes delal. Pri tem, da boš ti pol ure pospravil, pa še upremo se pa imamo 20 minut, ne? Ne, imamo več, brez skrbi. Lahko govorimo, kako rečemo. Ja, kaj pa? Smo rekli, da bomo začeli v osnovah kolesarstva. Za tiste, ki vas zanimajo, pa bomo šli pa nekako čez to, kaj se aktualno dogaja v kolesarstvu, tako naprimer, da nam ne bo treba za vsako zanimivo idejo, ko se spomnimo googlati. Naprimer, jaz sem mogel zadnjič gledati, Primož sploh še tekmuje, a Remko sploh še tekmuje, kdo je na turu, take stvari, da imamo aktualnih stvari, pa kakšne... Ti so že uvedeli, dovolili električna kolesa in tako naprej. Tako naprej, ja. Kakšne zanimive debate bomo poskušali čim več zanimivih, aktualnih, objektivnih informacij spraviti čez. Siguren bo kakšne... Kakšni predikšni subjektivni. Ja. Tako da se kar lotimo. Ok. Čim? Ja, kot smo rekli, za tem, kaj sploh je tura, ne? Mislim.
Za tistega, ki nič ne vejo. Mislim, tako je bilo. No, jaz sem bil včeraj v eni družbi, pa je nekdo rekel, da pogreša recimo to, da imaš na televiziji te studije, pa to, da so vedno vsi sami neki profesionalci, pa tam govorijo o te strokovne zadeve, ki jih široka javnost ne razume. Zato sem jaz prišel na idejo, pa sem že prej tep v avtu predstavil, recimo kako bi, tako malo da povemo, kaj je to kolesarstvo, kako so te dirke rangirane, kje so pomembne, kaj Tour pomeni v svetu kolesarstva, kje je Slovenija zdaj, kje je Pogačar, pa te debate okrog Gouta, pa to, pa se tako ste rekel, zdaj se danes Tour začenja, tako da to je praznik, ne, kolesarstva, danes smo vojali. Razen tega, da je tudi, med drugim tudi 250. obletnica Združenih držav Amerike, to je kar velik dan, ne. Ja, je. Ampak Tour že spet ne zaostaja tok, ne, vsaj teh naših krogih, ne. Definitivno ne, no, ampak ja, zdaj kaj je Tour, to je pač 3-tedenska dirka, 21 dni, oziroma 23 dni, 21 etap. Letos se začne v Barceloni, etape so pač kilometer ali pa pač navadna cestna dirka. Vsak kilometer je ono, ko vsak posamezno vozi, pa mu merijo čas. Kilometer vsak posamezno in pa se deli kilometer na skupinski pa posamični. In skupinski je letos prvič po 7 letih na Touru. In je precej različen od tistega, ki je bil. Ampak do tega še pridem. Ja, po 7 letih. Na Vuelti pa so bili kar nekaj. V zadnjih letih je bilo kar nekaj tih ekipnih je bilo veliko, ampak na Touru je pa zdaj prvič. A je to pol Pogačarjev drugi skupinski kilometer? A v življenju? Ne, na Touru. Na Touru? Po 7 letih. Ne, to je njegov 7. Tour, Pogačar letos. Takrat ne, če je bil skupinski kilometer, takrat, kaj to prvič. Pol je po 7 letih mišljen, da je to pač 7 let nazaj, kaj je bil leta 2019 je bil. To pomeni, da ga Pogačar ni vozil. Pogačar ni vozil na Touru skupinskega kilometra, mogoče ga pa je že kdaj ga sigura. Ja, seveda da je. Na Vuelti leta 2019 je bil tudi skupinski kilometer, kjer so padali pri UAE-u, se mi zdi, že na prvi etapi, ki je iz bazena puščala voda. A ni bilo to kasneje? To je bilo takrat? Ne, to je bilo 2019. To sem prepričan. Ta voda z bazena, to je ta dan zgodba. Ne? Ja. Tako da danes upam, da ne bo tega, plus... Čeprav vroče je, bazeni bojo, ne? Pa Barcelona to je res. Pa tudi v Barceloni je bil, ni bil tam, po moje skupinski kilometer, na Vuelti zdajle, ki je bila pa noč, ne, zaradi zelo poznih ur so že po noč vozili. A to je bilo pa malo časa nazaj. Ja, ne samo da je bila noč, pa še dežvalje. Pa še dežvalje in Remko je pa... Ampak dobro, to so že zdaj pač detajli. So največja dirka je Tour de France. Tri-tedenske dirke. Tour de France, oziroma kronološko Giro d'Italia, maj, Tour de France, juli, Vuelta, september, august-september. August-september, Tour de France je prime, ne, je pač primus inter pares, ne. To pa so pa enodnevne klasike, ki je 5 zelo velikih, to so pa čisto drugačen zgodba, može biti drugačen kolesarje, čeprav pač to zdaj spet ni čist res, ker imaš kolesarje, ki pač so dobri za skupno. Remko recimo, Pogačar, tudi Vingegaard bi bil lahko dober, pa ne dirka, pa Seksas, pa skratka. Vprašanje, če bi Vingegaard bil res tako dober lahko enodnevni. Ampak Roglič je tudi pokazal nekaj, ne? Tudi Roglič je zmagal, Liège-Bastogne, na Lombardiji je bil že bliz. Skratka, kolesarstvo gre vedno bolj v to smer, da si overall dober kolesar, da nimaš sam ene stvari izražene, ampak da si povsod, da ne zaostajaš, da nimaš ene slabe točke, da poskušaš biti vsem zelo dober, pa v čem še mičken boljši. Zato, ker večino časa ti pridobiš ali pa zgubiš na teh 3-tedenskih dirkah, recimo Tour, če rečemo Holy Grail, v hribih, v klance, kar pomeni, da moraš biti lahek, pač močen, ni tako vzdržljiv, ampak lahek za klanc, ne, da spriješ gor. Enodnevna dirka je pa lih nekaj obratnega, ne, moraš biti pa, predvsem nam zdaj rekel, težek, ampak močen, ne? Jaz mislim, da boš hitrost držal, ne? Ker tudi ni to klanco, ampak je pač dolga in je zato veliko tega, ne? Da tudi, če si ti težek, si lahko na Touru zelo dober. Sam rabaš... Kdo recimo, kakšen tak težek kolesar, ki je bil dober na Touru? Tak je zmagal 7. Takih je zmagal 7. Takih je zmagal 7, tudi Indurain je bil precej težek. Ja, ampak Indurain za njega so da ni bil tako dober. Bil je dober v hribih, ampak ni bil on prime v hribih. On je bil na kronometru tako dober. Ampak je zmagal 5 Tourov. Ja, držal se jih je, ne? In je zmagoval kronometre, ne? Ampak sej to je nekako dost. Pač tudi zdaj so kolesarji, ki so pač tudi
Remko je precej težek, a ne? Sicer zdaj naj bi izgubil 4 kg, ampak glede na višino Remko je precej težek. Po katerih standardih? Za nekega klančera, kot je recimo Seksas. Danes sem jih gledal nek video, pa da zdaj noben ne ve, koliko bo on dober. No, do tja po mašo prijema. Ne, pa recimo tudi, če vzameš Kančelara pa Wout van Aert, ona da sta recimo temu težaka, ne, kronometrista in pa za enodnevno klasike bila dobra. Ampak dobro, ona dva nikoli nista bila dobra, ampak če bi ona dva si enkrat rekla, da bomo podredili sezono, bomo podredili ekipo, temu, da bo Kančelara dober. Kančelara kar nekaj časa vozil v rumenih majicah, ne, on je tisti dobil kronomet, prolog, ne, pa une etape, pa tudi kakšen klanček, ki je znal narediti. Tako ona dva sta po mojem oba potencialna, da bi lahko bila tudi na turu med 5 ali pa bliz 5, ker če bi rekla, gremo to delati. Ja, ali ne? Sigurno včasih lahko ni bilo teh zdaj, kaj so, ne? Ja, jaz mislim, da včasih ni bilo to tako ekstremno, ker zdaj je res hudo. Bi se to dal, pa mogoče tudi ne glih 5, ampak že zdaj bi lahko, če bi glih cela ekipa za njega delala, pa da bi on bil, ker ponavadi vidiš tudi recimo na kakšnih 3-tedenskih dirkah, da nekateri pridejo v beg, pa dobijo, recimo letos je bilo Alfonso Eulalio na Giru, je prišel v beg, ali pa Pinazzoli je tudi, se mi zdi, da bil v begu. Kakšno so kolesari, kaj to pomeni? To so kolesari, ki jih načeloma noben ne pozna, pa pridejo v beg in dobijo rožnato majico, ali pa so tako kot Karapasta, dobijo, smo malo ga pozabili. Zato, ker pač cilj teh velikih ekip je, da če zdaj Vinegar dobi že danes rumena ali pa Pogačar, jo bo poskusil beg spustiti na eni etapi naprej, zato da nekdo drug pobere rumeno majico in da potem njim ni treba kontrolirati dirke. In tako se lahko zgodi, da pač nekdo, ki nikoli ni razmišljal o skupnem seštevku, dobi 6 minut prednosti in dobi velik etap tja do 10. 12. etape v rumeni majici. In potem je Tomas Vokler recimo bil dolg časa v rumeni majici. In čez čas pa on začne razmišljati, kaj pa če bi tudi sploh iz kakšnih manjših ekip, da bi pa jaz dirkal kar na skupno letos. In tako potem, po 10. etapi recimo. Ja, ali pa že malo prej začne o tem razmišljati. Okay. In potem dirka na skupno in je kar naenkrat, tako kot je bilo letos, Alfonso Eulalio in tudi Pinazzoli, ali pa je bil Pinazzoli samo res dober pomočnik, je pač na koncu bil ta Alfonso Eulalio, Portugalc, mislim, da za belo majico se je boril, pa mogoče je celo dobil, pa bil je top 10. 100% je bil top 10. Tako da on pa nikoli ne bi dirkal tam, on je samo etapno zmago iskal. Ampak pa je dobil rožnato majico in je tako postal zelo in se izstrelil. In zdaj pač tako nekako je tudi Almeida prišel. Isto na Giru je Almeida prišel. 2000 na pamet. 18, recimo, pa 19. Almeida? Ja, Almeida je na tak način, on je bil Persudal Quickstepu in ni bilo noben ga ni poznal. Ampak pol je pa kar naenkrat prišel v en beg na Giru in je dobil rožnato majico, ki je držal zelo dolg časa in mislim, da je bilo to sicer kakšen 19-20. In potem je, in tako so ga tudi opazili pri UAE-u in je pol šel v UAE in na tak način se rojevajo zelo, mislim, delajo zelo dobri kolesari, ki pa lahko veliko dosežejo v kakšnih boljših ekipah ali pa tako, ker načeloma ne bi imeli. Ja, pa kamer jih vidijo, pa dobijo ta name recognition, pa tako, pa se začne zanimati za njega marsikdo in marsikaj. Je pa to, da še končam tisto, kar sem prej rekel, se mi zdi, da če si težji kolesar, pa če imaš regeneracijo zelo dobro, bo tudi 3-tedenski rezultat bi lahko bil zelo dober. Ampak pač ne dirkajo vsi, tako kot sem rekel, na 3 tedne za general, ampak etape in pa zgubiš za nalož, da lahko greš v beg in imaš še nekaj, ki prav to delajo. Ki točno to delajo in pač vidiš že na začetku tura, teli so to sigurno oni to odpele, prav za nalož zgubi čas, zato da pa lahko gre mirno v beg in da ga ne markirajo, ne? Ker če bi recimo eden od teh velikih, to pomeni letos Tadej, Remko. Letos jih je res veliko. Tadej, Remko, Pol, Seksas, Lipovic, pa še kakšen recimo, če bo zdaj oni šli neko etapo v beg, nima šans, ker ga bojo vsi ostali začeli loviti kamarski psi. Če bo pa recimo en od njih,
en, ki je full slab, ali pa en od njih že na eni etapi 20 minut zadnji, ga bo pa spustili v beg, bo rekel, se je Remko pa že čisto popušil, pa bo šel naprej, ne dela kar hoče. Ja, točno to, recimo Remko ali pa kakšen primer tanga kapetana, ki bi letos recimo lahko bil tak je Carlos Rodriguez v Ineosu, ki bi lahko recimo zgubil že, recimo da si želi zdaj biti top 5. Ali pa tam nekje v 10, pa bi pol imel kakšno nesrečo, kakšen padec na začetku dirke, defekt, pa bi izgubil tam 7-10 minut in bi pol bi še več za nalaž izgubil, zato ker je etapna zmaga vsem bolj pomembna, kot se boriti za top 10. Si tam 8 ali pa 15 v bistvu. Ni pomemben to njemu, zagotovo, ker je bil že 4. na turu. No, pa so pa recimo še te zadeve, pa imaš pa še te, dobro, olimpijske igre, pa te svetovna prvenstva, pa imaš pa enotedenske dirke, ki so pa neki vmes, pa niso spet toliko, so bolj priprave na te velike. No, ampak recimo, zdaj, če gledamo debato, največ turov so zmagali 5, se pravi, Eddy Merckx. Uradno. Dobro, zdaj tako, Eddy Merckx, Indurain, Bernard Hinault, pa Anquetil, smej sedi, dva Francoza in Belgic, pa Španc, Pogačar ima zdaj 4, noben drug nima 4, v tem trenutku. Greg LeMond ima 3. Zdaj se bo ima Fignon 4. Froome se bo upokojil. Froome ima 4, ne? Froome ima 4? Pa je glih danes rekel, da se bo upokojil. Dobro, se vam drži, da nisem. A po tem turu. Čakaj, Froome ima 4? No, ampak se ni ga na turu, ampak on ni. Ne, se on, Chris Froome ima 4, pa kakšen Fignon ali kaj, en ima še nek front, a nima še 4. Greg LeMond ima 3, ne? Jaz mislim, da nima noben 4. Konta ima 2 ali 3 kontador, ker neki samo jih je mal pa to. No, ampak recimo 7 jih je imel Lance Armstrong, zdaj je tako, on samo jih vzel, pač jaz mislim, da ampak je bil takrat najboljši. Ampak je bil najboljši, če tako vzameš Lance Armstrong, razen teh 7 turov ni naredil v bistvu nič. Dobro, neke medalje ima z nekih mogoče olimpijskih svetovnih, ampak to človek nima lih v zavesti. Pač tur je toliko pomemben, da je on svoj 6. tur dobil, kaj še 7, se govori samo o njem in noben ni govoril praktično o Eddiju pa ostalih. Mislim, so tudi, ampak toliko je tur pomembnejši v drugih stvareh. In zdaj trenutno je Eddy, ki je najboljši vse časa, ne samo zato, ker so pač 4, ki ima 5 turov, ampak on je po drugih kazalcih, po monumentih, pa ima tudi neke te vojte, pa žire, pa skupne zmage. To je vsem lih toliko, da je mal jači od ostalih, tako kot recimo tur močnejši od vojte na ta način. Ampak zdaj Poga ima 4 in v klasikah, to sem danes malo gledal, mislim, da ima Eddy 19 monumentov, Poga pa 12-13. Mislim, da jih ima 12, ampak to zdaj. In je še aktiven in je blizu, tako da to zelo. In zdaj, če letos Poga zmaga tur, recimo če, bo eden od 5, pa recimo, da še ni do Merckxa prišel. Ko bo zmagal, ko in če zmaga 6. tur, je to. Tako kot je pri 6. turu Lance, a ni res? Sej, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da to za Slovence. Ne za Slovence, za svetovno kolesarstvo. Ker je Lance zmagal 6. tur, so vsi samo še o Lanceu govorili. Pa nas ni zanimalo, kaj je zmagal dirko po Švici, kaj je naredil na Giro. Noben ga to ni zanimalo, ne? Ja, ampak čist tako objektivno, če pogledaš, pa če bi bil Eddy Merckx Slovenc, bi bil tudi, če bi letos zdaj zmagal Pogačar 5. tur, se ne bi primerjali ta dva kolesarja po uspehih, zato ker ima Eddy Merckx 5 Girov, Pogačar ima enega. Se pravi, če bi bil Eddy Merckx Slovenc, tedaj Pogačar pa Belgic, pa bi tedaj Pogačar, ta belgijski Pogačar, letos zmagal tur, bi mi kot Slovenci še zmer rekli, da pa bi pa belgijski tedaj Pogačar dobil 6. tur, to bo pa leta 27, upajmo, ne? Ja. Bo pa malo drugačne. Pri tem, da bo še tudi kakšna druga stvar dubo verjetno, ne? Domnevamo, glede tura, ampak jaz mislim, kolesarstva. To, sej tur je najbolj pomemben, ampak Pogačar najprej se mora še v veliko teh aspektov, to je pač, kakor statistiko obrneš, sej statistiko lahko daš tako ali pa drugač, pa jo prirediš na tak način, da je zmagovalc statistično lahko kdo drug. To je ful tako. Zdaj, lahko pa gledaš samo svetovna prvenstva. Pa
jih je kar veliko z 3 zmagami v cesti, pa lahko še kronometer dodamo. Jaz nobenega ne poznam. Ampak jaz ne poznam statistik svetovnega prvenstva. Moj prijatelj, javnost, ta nepoučena javnost, o kateri smo govorili na začetku, ne ve tega, ne? Vemo kulture, ne? Ja, ampak to ni čist res. To je fuzbalska svetovna prvenstva, ali pa recimo, mi vemo, koliko svetovnih prvenstv neka Italija zmagala, ne vemo pa, koliko je Italija zmagala nekih prijateljskih tekem proti Avstriji, pa tam nek Copa del, ne vem kva, pa to, ne. Ja, to se strinjam, ampak en moj prijatelj, ki ne bom zdaj, mislim, se mogoče posluša, jaz sem njega vprašal, koliko turov, pa to večkrat, koliko kolesarjev je zmagal tur 5-krat. In je rekel pač, da so ga zmagali 4 ali 5 ali neki tam okoli. Kar vemo. In pa sem ga vprašal, pa mi jih pa naštej, ne? In je rekel Eddy Merckx. In ni mogel več naštevati. Ja. Zakaj, ne? Zato, ker Eddy Merckx ima neki več. Zdaj, če bo Pogačar zmagal... Eddy Merckxa poznamo, ker je ime in ga... Če se Pogačar lahko če se bo izenačil na 5. tur, pol, mogoče ga zdaj vsi poznajo, ampak čez 50 let ni spet nujno, da bo tako, mogoče bodo čist drugi, ne? Če Pogačar zmaga samo še letošnji tur, čez 3 tedne in konča kariero, bo imel 5 turov in čez 50 let bo on eden izmed 5, tako kot Anquetil, pa oni... Hinault, Anquetil, Merckx in bojo vsi vedeli samo Merckxa spet. Ampak je to ti jaz razlagam, zdaj že 10 minut. Ja, v trenutku, ko bo pa Pogačar zmagal 6. tur, bo seveda veliko ljudi še ne bo znal Edija. Ampak takrat bo pa Pogačar nesmrten. Takrat pa on ne bo več Anquetil, ampak bo tedaj Pogačar the GOAT. Kaj praviš ti, Simon? Da Lensa še zmeraj vsi poznamo. Ja, Lensa pa vsi poznamo. Everything is bigger in Texas, veš? Tako ne. Pa Lens ima še zdaj ti neke podcaste, pa to skrbi malo zase. Jaz mislim, da ima Simon prav, da si lahko ime na tak pa drugačen način ustvarjaš, ne samo z zmagami. Ampak on je pač zmagal ture in to je dejstvo, da jih je zmagal. A je to, da mi zdaj govorimo o njem, pa da diskutiramo, kdo a je ne izmed boljših ali ne ga naredi enega izmed najboljših, ne? Točno to. Mislim, če ne... Zdaj ta doping gor, doping dol, oden tako pa drugač je eden izmed najboljših, ne? Takrat so bili uradno vsi na dopingu. Ja, takrat so bili uradno vsi na dopingu in sam njega so zašili zaradi določenih razlogov. Tudi v bistvu... se njega nikoli ne bi dobil, če on ne bi prišel nazaj, pa pol bil tretji. Takrat se nategnil. Zelo. Ne, ampak, a je možno, ker smo že pri Lensu, zdaj tako malo razmišljam, če oni se ne bi spravili na Lensa, a bi spucali, ker oni se dosti spucali kolesarstvo, oni so mogoče mogli reči, Lens, I'm sorry, Lens, vse si faca, pa vse, ampak moramo te zašiti, moramo te sesut, ker Lens je bil takrat tako največja ikona, je bil bog kolesarstva, mi moramo njega sesut, zato da bo to resno pretresa kolesarstvo in rekli, tudi na Lensa so šli, ker je bilo zadnji toliko enega denarja, toliko medijev, toliko vsega tega, ga moramo, da bomo spucali kolesarstvo, ker če bomo mi tam sam enega Contadorja, pa dobro, se Contador ni toliko slab, ne, ali pa tam nekega Ulricha, pa neki, a veš, pa tam Pantani, pa to Pantani pa tudi umrl, ne, Lensa pa ne, bo kolesarstvo še zmeri. Se mi zdi, najlažje je bilo, sigurno. Treba ga je bilo tako resetirati kolesarstvo in to je bil Lens. Najlažje je resetirati kolesarstvo na način, da Lensu vse vzameš in drug pol ni zmagovalca. Ker recimo pri vseh ostalih primerih pol dajo drugemu. Kar enemu. Šlek je dobo enega, ki so vzeli Contadorju in tako naprej. Točno tako in Froome ima 2 velti na mest ene, ker se eno vzeli, ne vem. Komu? Joaquim Rodriguez. Ampak, tako je, da pač jaz mislim, da če se na nekoga bilo treba spraviti, pa da mu vzeti, pa ni drugih zmagovalcev, je bil to glih on, ker pač je bil najmanj inputa za največ outputa. Točno največ efekta z njim. Da v bistvu nekako daš sliko, da zdaj smo pa uredili zadeve. To je spet neki čas. Vse oni so mogli veliko kolesarjev sam prestrašiti, ne? Ja, tudi to. Da se niso upali pa več tega delati naprej. Točno to, Ker še bi si mislil, zdaj, si mogoče pa mene, pa preveč sponzor zadnji, pa naj mene ne bo. Vsak Pogačar, vsak Remko, vsak Roglič, vsak danes točno ve, Lensa so vzeli, 7 jih imel, ne 6, 5, 7 jih imel, vse so mu vzeli, pa on je full persona non grata, mislim tako pač, pa full omadeževano ime in tako.
Ampak ja, prej Froome ima 4, Pogačar ima 4, Ja, Froome ima pa 3 ima pa Greg LeMond, Luis Bobet, pa Filip Tis. Neki. Ja, leta 1913, 1914, pa 1920, tako da to je kar nekaj. A ja, to neaktivni. Ja, neaktivni. Ja, neaktivni. Sem mislil, da to govorite o zdaj. Ne, aktivni pa... Aktivnih imata po mojem samo Remko, ne, mislim, samo Vinge pa Pogačar. Ja, ker od leta 2020 ona zaklenila tur. No, Froome, če ga šteješ še kot aktivnega, ker se je upokojil, da on se lotira, ne vem, ja, okej. Ja. Ampak, ja. On jih ima pač... Bernal, no, Bernal mogoče še, Bernal mogoče da je še aktiven, no. Ja, Bernal ima en tur, en Giro. Je aktiven, ne. Geraint Thomas pa ne več, ne. Geraint Thomas pa ne. Ampak ja. Ja, kaj zdaj, tur 26, ne? Ja, pa če kar začnemo z tem, kar bo danes, oziroma je, vi, ki poslušate, je bilo v soboto. Lahko mi zdaj napovemo, kaj se bo zgodilo. Ker že s tem začnemo. No, tem bo začeti, da bo kakšen bazen puščal, no, za začetek. Ok, najprej kaj sploh pač je. Procenta šansa, da bo bazen puščal. A se boš začunal na kalkulator? Nič procenta. Ja, no, dej povej, kaj je to ekipni kronometer. Ekipni kronometer, ok, se zdaj ste že vi vsi videli to etapo, veste rezultate, ampak pač ekipni kronometer je bil vedno, da so prvi 4, ki so prišli v cilj iz ene ekipe. Ki ima 8 ljudi, 9. Ja, 9 ljudi ekipa, ne? 8. 8 ljudi ekipa. Včasih je bilo 9, zdaj pa pač zaradi tega več ekip, ker so v vsaki ekipi pač vzeli enega kolesarja. Pač, ja, bolj zanimiv. Pa kao, da manj pacov, ampak kolesarjev je zdaj vedno več, načeloma na turu, ker je še več ekip. Ampak kakorkoli, zdaj, ekipni kronometer je vedno bil, da so 4 in tudi če si ti recimo imel nek defekt ali pa padec kot nek kapetan, ne, te oni takrat niso čakali. Ti si bil kapetan in si recimo padel, pa si imel še isti čas, kot oni prvi 4. Pa si imel isti čas, ker je cela ekipa dobila isti čas. Se pa 4 so mogli na cilj priti, če so bili samo 3. Ja, in je pač ekipa dobila isti čas, ne. Tudi unika so bili v zadnji 100 metrov pa kilometra. Ampak zdaj se je pa pač to spremenil. Zdaj so na teh, kot si prej omenil, enotedenske dirke, ki so pripravljalne, so organizacija, ki prireja tur, ne vem, kaj je, ASO, ne vem, mislim, da je. No, oni so nekako uvajali nov format, kjer se šteje čas posameznika. Čeprav je to skupinski kronometer. In cilj tega kronometra je, da pač ekipa dela za enega in da se skozi etapo oziroma skozi kronometer trošijo in da pač pride on v zadnji kilometer ali pa malo manj, odvisno tudi od profila. Se pravi, lahko se zgodi tudi, da ne bodo 4 naenkrat prišli, ampak da se bodo oni toliko izčrpali, da bo dejansko on profi dejansko sam pripeljal na cilj. Ostali pa pol prkapljajo, imajo za njim, ne? V bistvu sploh ni pomembno, dejstvo je, da bo on sam prišel. To je dejstvo? To je dejstvo. Ampak to, kad sem prej... Tako na šprintih, vlakac, zp, ne? Ja, tukaj je... Raketa, ki gre v vesolje. Raketa, to so isto. Potem se ločujejo, in pač ta slabši, oziroma odvisno tudi od profila, kdo bo pač vlekel do tja in potem pač to moraš biti zelo igran. In to, ker naenkrat ni več nek ekipni kronometer, ampak je to v bistvu, kako ti kapetana prepeljati čim bližji cilja, odvisno glede na profil, in da potem on naredi svoje in pač dobi čim boljši čas. In zdaj, to sem rabil nujno povedati zaradi tega, ker kar jaz mislim, da bo na tem kronometru, oziroma se je zgodil, je to, da ima Bora, ki je Remko pač najboljši kronometrist. Seveda Bora, Hansgrohe, Red Bull, kaj tam, ki je Roglič, pa Roglič zdaj ni na turu, sta pa Remko Evenepoel pa Florian Lipovic, sta bila že 3. na turu, Lipovic lani, ne? Za malo kar neki pomoči Rogliča sicer, no, ampak ne. Jaz mislim, zdaj še razumem, ker si rekel, da se kregajo, ne? Kako bo to zdaj izgledalo? Ja, ker načeloma, kot sem rekel, ti sam kot kapetan prideš. Kdo od teh dveh bo zdaj Kdo je ta kapetan?
Po mojem oba. Kaj ima smisel, zakaj bi jih Lipovič hotel na kronometru? Ja. Sam svoj čas uveljavljati. Če ima v ekipi človeka, ki mu bo zrihtel čas, ki je veliko boljši od tega, kar bi on sam sebi lahko zrihtel. Da je Remko boljši v kronometru od Lipovica, kar je, ne? Ja. Znatno. Ne. Ja. A ti pa misliš, da bi on samo sledil? Remko to. 6 pomočnikov pokurta in on samo sledi na koncu. Ne, jaz mislim, da je najbolj, da bi se tudi on malo pokuril. Da bi se tudi on malo pokuril za Remkota. Valjda, če bo sam sebi boljši čas zrihtel. Definitivno tudi jaz to mislim. Jaz mislim, da bi mogel pa, ampak... Mislim, ker dejstvo je, da jaz ne vem, kako so oni med sabo. Jaz mislim, da toliko skrega niso, da bi bili toliko neumni, da ne bi tega videli. To je po mojem jasno. Mislim, da bodo sicer kar uveljavili tako. Ampak jaz mislim, da bosta skup prešla vse en, da nekdo ne bo šel all in. Ne? Ker če bosta skup prešla v cilj, jaz mislim, da... Remko ni šel all in. Ni šel, nekdo tukaj neki ni. Ne, lahko prejte skupaj v cilj, samo v tem primeru bo Remko ves čas zadnjih nekaj kilometrov vleko Lipovica, kar je malo lovska, ker bi bilo bož, da mu Lipovic pomaga, pa bi bili hitrejši. Je pa tudi res, da je klanc, da sta zadnja dva klanca in pač profil je tak, da je klanček, pa spust, pa klanc. Vem, kaj misliš, ja. Da bi Remko od ravnino oddelil. Ja, ampak spet... da bo Remko oddelil ravnino, Lipo pa klanc, pa da boste na ta način si pomagala. Lipovič nima toliko moči, da bi lahko Remko tu napolno po ravnini sledil za veterju. Kako ne? Valjda, ja. Jaz mislim, da kaj bo prej mogel delati. Težko ga drži tako ali tako, pa jaz mislim, da je brez veze, da se on matra. A bolj eksploziven kolesar je Remko, Lipovic je zelo neeksploziven. Jaz mislim, da če boste sodelovali, ne glede to, če drži, kar si ti rekel, bo Remko mogoče 0,5% se špal ravno, da bo lahko Lipo za njim, da bo pa Lipo mu vrnil slugo v hrib. Je za oba boljš. Ja, pa mislim, da ja. Ampak Bora ima kar težavo, še večjo težavo ima pa UAE, se mi zdi. Oni imajo pa res grve. Pač meni se je zdel, ker sem tako razmišljal, za tale podcast razmišljal, a je res pri Bori to največji problem, pa pri UAE je po moje še večji. Zato, ker imajo Deltora. Ajde, koga ima UAE, dajmo malo čez imena. Bajdo je za Borovost Jan Tratnik, slovenski kolesar, ne? Ja. Koliko Slovencev je? Tratnik, Poga, kdo je še? Poljanc. To je to? Samo dva. Pa po moje Mohorič pa... Mohorič, Tratnik pa Pogačar. Mogoče Mezgec, ampak lahko bi pogledal. Ampak ni to zdaj sploh pomemben. Ajde, UAE, koga imajo oni? Se pravi, Poga, ne? Florian Vermeersch je en. Florian who? Vermeersch. Ok. Potem Nils Polit. Kaj z njim? Ja, on bo ravnino oddelil. Ravnina, tako kot Vermeersch. Se pravi, on je kaj tak močen kolesar, tako... Ja, mene, da postaviš tja. Za kronometer dober, recimo, ali ne? Ja. Aha, ok. Adam Yates. Eden jačih, tako... On bo zveneče ime zaden pušdal tema dvema. Ja. Ali pa bo to Deltora šel all-in za Pogačarja. Ajk Deltoro, ja. Ampak zdaj, koliko je Pogačar po izjavah... A koga imajo še? McNulty. Pogačar, jaz mislim, da je še... A ni McNulty pa eni drugi ekipi zdaj? Ne. Okay. Pa še mislim, da Felix Grošartner. Grošartner. Ampak recimo, kdo je, če odmislimo za sekundo, zdaj malo ta kronometer, kdo je mišljen letos kot the guy, res top pomočnik ali pa top 2-3 pomočniki za hribe, za tur temule. Deltora. Pogačar. Ja. McNulty, Yates, pa Deltora so klančari. Zdaj pa odvisno, kako bo, ne? Deltoro je verjetno, če se karkoli zgodi Pogačarju, je verjetno rezervni plan od teh prv Deltoro. Skoro sigurno, ne? Ker Deltoro bi znal biti top 3 tudi na turu. Ampak... Tako ali pa drugače. Sprav on je kontender za GC. Ja, on je... Če se stvari sestavijo. Če se stvari sestavijo, mogoče ga bo treba žrtvovati, ne? Pa za njega dober, da Pogačar. Ja. Ne, lahko tudi se zgodi, da so prvi in tretji. Odvisno, če ga ne bo treba žrtvovati. Lahko se tudi za njega dobro zgodi, da Pogačar pač odloči tur zelo hmal in se pač lahko tudi on pele zase. Ne? Potem pa za ravnino so pa Grošartner, Polit, Vermeersch pa Wellens. Pa McNulty verjetno. McNulty za klance. A za klanca? Zdaj Visma ima pa zelo dobre kronometriste. Eduardo Affini, Bruno Argentaro. Kaj mi vemo o Vismi? Za Vismo pa vemo... VVA na vost, ne? Ja,
Pa za Vismo vemo, da bodo šli pa siguran na Vinegarda in me bo karkoli drugega presenetil, če on bo sam prišel v cilj. In isto lahko rečem za pač Decathlon, za Sexasa. Ker pač Sexas je... Francoski wunderkind, končno ima Francozi. Samo on je pa pokazal stvari, ki niso normalne za 19 let. No, bom videl, kaj se bo z njemu zgodilo. In kolikor sem jaz prebral negativnih komentarjev glede Pola Sexasa, kar to Slovenci, mislim, to je... Kaj, Slovenci negativno pišejo o njem? Zelo. Ker je pač on... Dober. Zelo dober in to očitno gre mnogim na živce, ja, pa še boljši. To gre mnogim zelo na živce, rezultati vati številke kažejo, da je veliko boljši kot Pogačar per 19 letih, kar vem, da ne pomeni vsega, ampak to se očitno eni ne znajo sprijazniti in potem pridejo se je Pogačar pa tam vozil za rok, pa pice jedu, pa pivo pil takrat per 19. Ja, lej. Mislim, boljši je trenutno, je skoraj toliko dober kot Pogačar, vsaj na enodnevnih, na 3-tedenski, pa Francija, pa to bo. Bo pa zdaj pokazal. Lej, pa Francija pritiska vedno, to treba vedeti, na svoje ljudi in Francija nima šampiona. Francija nima kolesarja od Jalabera praktično, ki je bil kronometrist, sicer pa je znal tudi se zelo dobro zapeljati, da je kakšna etapa dubo. No, Alaphilippe je bil zelo dober, ima 2 naslova, ampak ni pa... Naslova česa? Svetovnega prvaka, ampak ni bil, je bil pa tudi zelo blizu. Pa dobro, Vokler je nosil tudi majca, da bi tako rekel za nek... je bil enkrat, ali to je zmagal, bil Pierre Roland, fulčal sem zdaj, takrat, kad je Leven zmagal, en mlad Francos, takrat je bil še mlad pomad, da je bil Roland, zmagal Alpe, takrat so se videli, novi francoski up, nekaj, bom rekel, naredil je veliko, če bi mi Slovenci imeli tazga, pa ne bi imeli Pogačarja, pa Rogliča, bi bili izmerno ponosni tega človeka, a pa zdaj na Francijo, oni imajo krizo, strašno. Francija ima hudo krizo, ampak... Ne bojo pritiskali in 14. juli, praznik francoski je še vmes, takrat še posebej pritiskajo na Francoze. Bomo videli, kako se bo on, dobro da voz, da bo naslednja leta to lažji. Ti si velik fan njegov, smo ugotovili. Jaz njega spoštujem. Spoštuješ ga, ne? Zelo, zato ker pri teh letih, kaj tanga delati, je to mnogim ni jasen, pa se tudi meni ni, ampak to je noro, ne? Pri 19 letih biti... mislim, on ima malo mogoče nesrečo, da je glih zdaj je tak nivo kolesarstva, ampak kad smo se že prej pogovarjali pred podcastom, da on bi še 6 let nazaj zdaj je bil dominator, on bi zmagal v Elto Tour, vse bi lahko, s takimi vati, kad jih daje, bi lahko... Spaj govorimo, Pol Sexas je on. Ja. Te vati grejo gor. Ja. Nasploh. Se Pogačar ima danes več vatov, kot imel lani, pa predani, pa 3, pa 4 leta. Ko on prav, ampak lansko leto so bili nižji kot 2024. To je dejstvo. Okay. 2024 so bili najvišji v zgodovini cestnega kolesarstva. Ker takrat, ko je Vingegaard zmagal svoj drugi tur, to je bilo 22? 23. 23, ne? Je zmagal, ja. Ja. Takrat se tekmovala, takrat se skozi ta klanc, pa nikoli še v zgodovini ni bilo toliko vatov, pa vati. Se mi zdi to takrat, da je to skozi nekaj nagor. Do 20. Danes je že tudi 7 vatov ali pa 6, pa to takrat, vem, da 5 let nazaj, ko sem prvič iz te vate, na telesno težo slišal, je bilo rečen 6, kjer car, to je neverjetno, to je nadčloveško, ne. Zdaj pa 6 pa pol, že skoraj 7. Moramo biti malo natančni. 6 vatov na kilo je lahko nič, ja. Točno to. Čas lahko pove, še čas. Ja, zdaj, tlele bi za letos, mogoče bo Simon dodal screenshot gor, za letos je največja vataža, glede na čas, je Jonas Vingegaard na Piancavalo, 36 minut pa 16 sekund, 6,74 vata na kilo, kar je gigantsko velik. Ali nisi rekel, da Sexas drži to za 25 minut? Za 25 minut, točno to. Pač drugi on pa 36. Ja. Zdaj to je razlika, ne? First page rider, ne? To je zdaj razlika velika, ne? 10 minut. To je bilo v 20. etapi Gira. Kaj to pomeni? Ko si že malo zmatran? Malo. Načeloma si bolj, kot v prvi etapi.
Načeloma. Razen, če si se šparil, tako kot se je Vinegard cel džiral, da je bil to priprava, da je bil na začetku v formi, on sploh ni bil na džiru, on je bil v zelo slabi formi na začetku džira in potem stopnjeval skozi džira, zato da lahko pol se malo spočil, naredil še neke specialne treninge, pripravo za tur, ogled in ker če bi on v top formi prišel na džiro, potem ne bi mogel ta prave forme vedeti. Ne bi mogel je držati toliko dolg časa, sploh pa pol na turu bi prišel zih kakšen padec, kot lansko leto na Hautacam, recimo. Ampak Pogačar je pa na dirki po Švici, ki si prej omenil, je dal pa glih zdaj na zadnje, je dal pa v 5. etapi 24 minut, je dal 6,95 vata na kilo. Kar je 12 minut pa par sekund manj, pa 0,2 vata na kilo več. Koliko minut? 24 točno. 24. No, to je huda stvar. To je huda stvar, plus moraš upoštevati, da je tisti dan bilo res veliko višincev narejenih. 4400. 4400. Zelo vroče, tisti dni je bilo tudi v Sloveniji zelo vroče. Jonas pa pač na relativno lahki etapi, 3000 višincev, pa prej velike ravnine, je pač dal take številke, je pa tudi odvisen, kdaj je bil izveden napad, koliko hiter na klancu, Pogačar zelo hiter, Vinegard tudi, ampak ne to. Ampak recimo, kjeri klanci zdaj bolj ustrezajo Jonasu, pa kjeri te lažji kolesar je Jonas, to pomeni, da mu ustrezajo bolj strmi. Ja. Bilo rečen, da leta nazaj, da ima on rad dolge klance. Ja. Vingegaard. Jaz sem dolge pa strme klance. Dolgi strmi klanci, točno to so njemu najboljši. Ker če samo špička, je Pogačar boljši, ker je bolj eksploziven. Ja, ampak zadnje ture nikoli Pogačar ni uspel na kratkih klancih sredi Vinegarda. Nikoli, na dolgih vedno, na kratkih zelo redko, oziroma nikoli. Leta 2024. Res pa je, da na one bonifikacijske sekunde, ki se dajala, ga je pa zmeri se razlog, ker ga je nek motorist neki zabremzal, takrat ni šlo. Ja. Ampak tle se gre verjetno za to, da mu ti narediš razliko, ne? Ja, no, lukno. In jaz mislim, da na kratke klance je še ena stvar in to je ta psihološki faktor, da ti, ki si spredi, vidiš prazno cesto in se moraš gnati do konca, ne veš, kje je tvoja limita, ne veš, koliko moraš se stisniti, da boš ga spustil zadaj. Un za tabo, vidi pa samo tebe. Se pravi, kolesarja, ki je praktično identičen tebi po karakteristikah, po formi, po vsem in si rečeš, da jaz bom pa tudi to vozil, če on voz, ne? Ja. Jaz ga držal, ne glede na to, kaj se zgodi. Ja, ker bo oba guzanla, po domač povedano. Jaz mislim, da se gre veliko bolj na polno na te kratke, pa nič se ne gleda kakšnih vatov ali pa kaj, to se sam prbije, a ne? Medtem, ko na dolge klance, pa če se ušti, recimo, zelo tak napad je bil lansko leto Pogačar na Hautacam, ki pač Vinegard bi ga lahko še držal, a ne, recimo še 2 minuti, siguren ga bi lahko držal. Ampak enostavno spusti, zato ker ve, da to ne bo šlo. Ne. Ja, to in vidijo, pač tudi, zato ker je pameten kolesar, bo spustil, ne bo sledil v nedogled, ampak samo spusti in gre nek svoj tempo in pač poskuša omejiti izgube do vrha ali pa pač upa, da je začel prehiter, da ga bi lahko nekako pobral. Ker če bi ti sledil še 2 minuti, po tebe pobral, bi te orang bolj pobral, ker če greš samo malo počasnej, takoj na začetku. Tako da jaz mislim, da vseeno pri Pogačarju tega nikoli ne moreš videti, ker pač nikoli noben ga ne dropa nikjer. Ko pa se je njemu to zgodil, je pa kar. Ponavadi, če se ne moreš videti pri Pogačarju. Ni za dosti dobrega kolesarja, da bi ga njega spustil. Da bi Pogačarju videl, a on bo spustil, a bo on šel res do limite, ker on ponavadi, ki je spustil, je kar dolg časa držal, pol, ki je pa zadev limito, je pa čist. Je pa kar fajn par minut. Ni take vrste šlok, da bi recimo dosti hitro gotovo ne bo šlo. Se on se je zlomil samo parkrat. On se je zlomil takrat na Granon, pa tam z Rogličem. Pa na Lalos. Kar bo to že? Ko je izgubil 7-8 minut. Kdaj je to bilo? Proti Vingiču? Ja, vedno proti Vinegardu. Če ni bil takrat Hautacam tudi, novno letališče, ki je bilo, to. Kaj ga je še Van Aert prehitil. Takrat je bilo pa tudi na Hautacam, ja. No, recimo 3-4, no se ne bo to zgodilo v life, no. On je vedno veliko zgubil,
takrat, ki je, ampak to je zelo, zelo redko. Tako da on je pač, pri njemu itak ne moreš zdaj vedeti, kaj bi bilo, če bi on zaostal za Vinegardom, ker Vinegard njega ni na klanc, Pogačar Vinegarda ni spustil že od leta 2023. Ampak so razlike med tistimi turi, ki jih je Pogačar zgubil. Se pravi, pred enim je padel, je tam kaj bilo zapestje. On je pri ta drugem turu imel zapestje, to je zelo vplivalo. Pri enem je kaj, bil tudi neki bolan ali... Ne, prvem se pač sam... je pa pač naj bi malo preveč agresivno dirko. Ampak to so... Pa mogoče je preveč na te klasike, da jo, če pa to tudi zdaj še zmer dela. Zdaj, ampak mislim, da se naučiš to čez leta. Sigurno je malo svojo priprave, bo to malo priredil, tako da ima boljše šanse zdaj. Vejo, kako pa kaj veliko bolj, kot so takrat, da je dolg časa, to se mi zdi pomemben, da si ti dolg časa delaš z nekim sistemom, ki ga nekako prirejaš, vidiš čez leta, kaj deluje, kaj ne, in da zaradi tega on nima več takih kiksov, kolikor jih je imel. Lukan, ne. Kolikor on to se še vedno izjemno pele, tudi če zgubi 2 minuti, je to še vedno zelo hiter, ampak da ni več tega, prav zaradi tega, ker ima nek sistem, ki ga prilagaja, ker je pač videl, kaj deluje, kaj ne, in da pač da Vinegard mora najdeti, da je Vinegard na tistem, pa Visma, ki mora najdeti nekaj novega, kako bi lahko bili boljši. To je pa zelo težko, ker pač so kar naštudirali tole. Sam takrat, ker sem jaz ful kolesaril, se pravi 2024-2023, se mi zdi, da je bila Visma tehnološko daleč najboljša ekipa. Ja, zdaj pa tudi Pogačar z vsemi veliko je denarja pol. Mislim, denar je itak tudi vedno faktor tukaj več, ko imaš. Tudi Red Bull, Bora Hansgrohe ima vedno boljše kolesarje zaradi Red Bulla, ja. Tako da denar je zelo velik faktor tukaj. Pa tudi pol sama oprema, ki jo imaš, pa vsa tehnologija, nek sistem treninga, to je zelo povezano. Se pred Vismo je bil pa Ineos najboljši. Oziroma Sky. Ja. Takrat se res govorili, ko vse delajo. Ja. Tako da, ja, ta tur bo zelo zanimiv, ampak vati pač niso vse, ne, ker Remko je rekel, da zdaj kaj izhujšu, da vate malo niste in da ima zdajle vate ali vate na težo? Vate na kilo. Ma iste? Ja, ma iste ke Pogačar. Čist enake zdajle, pred turom. To je on rekel. Ja, okej. Jaz mu verjamem to, ampak to nič ne šteje. Pač... Ja. Ti imaš lahko, kad sem že v enem podcastu povedal, pač ti per 3-tedenski dirki zmaga tist, ki... Ta Robert, a je Friedman, a je ta šprinter, ki je velodromist. Robert Forstman. Ja, Forstman ima iste vate na kilo na Pogačar v nekih momentih. Ja, res za pač par minut, ampak to je ful... Pač tur zmaga nekdo, ki se zna regenerirati, ki ve, kdaj narediti ključne poteze, ki zna vrčevati z energijo in ne zmaga tist, ki ima na začetku danes največji FTP. To je zato Roglič, kjerokoli dirko spol zmagal. Functional threshold power, to pomeni, koliko vatov na kilo ti zdržiš, ali pa vatov. V tem primeru vatov na kilo za 1 uro, kar nič ne pomeni, da boš ti zdaj... Seveda, če imaš ti visok FTP, pač to pa koliko si taktičen, bo znal ujeti v ne crosswinde, a se znaš to, ne vem, koliko bo kot skletos in tako naprej, ne, vse to. Ne, ja. To veliko pove o tebi FTP, ampak nekomu ta številka, ki jo lahko vrti za 1 uro, pač čez etape, skozi etapo in čez etape, pač zelo pada. Zdaj pa, to je odvisno, koliko si ti vzdržljiv, pa odvisno od regeneracije. Ja, za Remko to vsi govorijo, Remko nima tekem letos, tekme pa vse ne rabiš, ne, on ima samo te treninge in živčnost in sploh Tour de France, to recimo Chris Horner veliko govori o tem, ne, da on se še nekaj pripravi Remko in da noben ne ve in on ne zaupa Remko to. Lej, možno je vse, ampak lej, vemo, kaj se, kako priprave, kako zdaj not, v Tour grejo, kako. Vingegaard je zmagal v Giro, kaj še je vozil? Vingegaard je zmagal vse dirke, ki je letos nastopal. In to so kjere? Resnica. 1 večjih tedenskih, ja. Po Giro je to, ne? Ja, pa je zmagal
No, sej ne vem. Giro d'Italia, ne? Giro seveda, pa še eno je zmagal, poleg resnice. A ja, Katalonijo, ne? Ja, ki je bil na... Zato je Barcelona, ne? Točno na tem klancu je že dirkal, je bil... Na Kataloniji je bil Remko, ne? Na Kataloniji letos? Ja, a ne, mogoče ni bilo letos. Mislim, da letos ne, lahko pa pogledam. Relativno velik za... Skratka, te 3 dirke je zmagal. Relativno velik za Vingegaarda, ki smo bili bolj navajeni od njega, da praktično sploh ne dirka, na delfinat gre jih toliko se malo prepraviti, ne, po domač povedano. Ja, res je bil drugač Remko na Kataloniji, Remko recimo letos... Kako to veš, da je bil 5, res je bil 5. Letos je zmagal, velik na začetku je zmagal 3 enodnevne dirke, pa je zmagal Valencijo, pa na UAE Touru 10, bil je na Kataloniji 5, Flandrija 3, Amstel Gold zmaga, pa Liège-Bastogne 3. Zdaj te rezultati ful nihajo, ampak se to ni tako zdaj pomembno, ne? To je tisto, ko smo govorili o cifrah, ne? Ja. Ker ima visoke vate za en dan. Ja, za tisto 1 uro. Ja, za tisto 1 uro pa še to, kaj je kronometer. Remko mene še ni prepričano, da je dober za 3 tedenske. Bil je enkrat res 3 na Touru, zmagal v Vuelto, ampak jaz še zmeraj mislim, da zdaj imam malo spominjal, da je imel tudi takrat Roglič neko težavo, da neki padel. Roglič, tudi Giro, ki ga Roglič zmagal, je Remko vodu, ne? To se prav spomnim tega Gira, ja. Ja, si bil hud, ne? Ampak... Ne, hočem reči, preden je izpadel, je bil on prvi, pa potem Thomas, pa potem Roglič, z ne velike razlike, pa mi korono ali kaj imel. Ampak jaz sem prepričan, da Remko tizga Tura, tizga Gira, bil bi dober, ampak ne bi zdržal, tudi oba bi ga prehtela, no? Ne sem na kronometru, že prej bi verjetno... Sigurno. Kar ne pomeni, da je slab, no, ali pa karkoli. On je res tipičen kolesar, ki je zelo dober na enodnevnih, je pa malo manj dober na klasi, na tedenskih. Vingegaard, ja, smo povedali, kako je prišel Remko, tudi Pogačar, pač je tudi zmagal, skoraj vse. Kaj je zmagal? Švico? Če se ni zmagal. Strade Bianche, Milano Sanremo, Rondon Vlaanderen, Roubaix je pač bil drugi. Aha, Liège-Bastogne je zmagal. To so vse enodnevne klasike zdaj, ne? Romandijo pa Švico je pa Romandija, to sta velike enotedenske dirke, ne? Romandija, Švica. Njegovi rezultati so zelo zanimivi, ker on se, ne vem, a se on prav bori za dobre etapne uvrstitve. Meni je to ful zanimiv, ker on niti, ki je šprinterska etapa, noče biti, tudi na enotedenskih zdaj, on noče biti zadnji, on hoče biti čim bolj spredi. Ker njegovi rezultati letos so pa to vključuje pač dirko po Romandiji pa Švico, pustimo zdaj enodnevne so 6. mesto, 1., 4., 1., 8., 12., 1., pa so bile v mestu šprinterske etape. Zdaj, če gledaš pa nazaj, 2025 leto, so pa njegovi rezultati na Touru, to je meni vedno bilo zelo zanimivo. Me pa zanimivo, kje ti so to statistiko. To je čisto lahko. 18, drugi, 70, 1., 2., 9., 1., 42, 26, 9, 35. Slabše. Ampak skozi je med prvimi in skozi se drži spredi, jaz ne vem zakaj je skozi če neka etapa pa so že 3 pošli na cilj, pa zdaj skupina nekih 10 kolesarjev, bom probal njih 9 nabit. Ma ne da šprinta, ampak skozi je med prvimi v cilju, ne vem. Mogoče mu je to toliko lahko, da gre za zabavo. Ja, ker pa recimo pri Vingegaardu tega ne vidiš, ne. Pri njemu vidiš pa rezultate so pač tako, ki je šprinterska etapa pa je 100, pa 130. Tako. Yeah. A veš, na 107 recimo, pa 104. Ajde, gremo zares, kdo bo zmagal? Kaj? Letošnji Tour de France, TDF. Ja, jaz mislim, da bo med Pogačarjem pa Seksasom. Zdaj pa odločiti se za enega. Pa sem mislil, da je Vingegaardov fan on. Jaz sem mislil, da je Vingegaardov fan. Ja, sam Vingegaard ne bo zdržal. Jaz mislim, da on bo v tretjem tednu po mojega malo. Sam še se goda. Se pravi, mi smo zdaj govorili o
Seksasu, o Remkotu, o Vingegaardu in o Pogačarju, a je še kakšen resen Florian Lipovic mogoče, ne? Ne. Za vse nemške fene. Ne, njegovi vati. Zmagal dirko po Sloveniji, jaz sem ga videl, kako je na Vršič vozil, pust vate. Vozil je občutno hitreje od mene, no, to moram reči, ne. Ne, jaz sem bil na dirki lih tam, ko sta bila, jaz kar sem videl, sta bila 2 ubežnika, pa kakšne, to je bilo dosti na začetku, iz zadnjice ven na par kilometrov, tam, ko se rampa od Vršiča, pa se začne v bistvu, ne. In tam sta bila 2 ubežnika, pa kakšne pol minute, ali pa recimo minuto, no, zatem je prišla glavnina in je na 6-7 kolesarjev bore spredi in so glavnina občutno hitreje vozila od unih 2, ne. Ne vem, koliko pa rabo, zdaj na 2 počel, verjetno izjemno malo, ne. Zelo malo, ne, sej Florian Lipovic, recimo. Kaj zmagal? Dirko po Sloveniji je zmagal, ne? Ja. Florian Lipovic. Ostalo je pa kar klonu proti Vingegaardu in Seksasu. Se je boril proti njim? V Španiji proti... Katalonija? Vingegaardu v Kataloniji, mislim, da. Na Baski ga pa je Seksas predvsej. Kdo je pa Baski zmagal? Je pa Seksas zmagal. Dirka po Baski? Ja. Z zelo solidnimi vati, recimo en klanc je tlele odpeljal, 25 minut. Ampak Seksas je padel, ne? Kje je zdaj? V Švici? Ja, na Romandiji, na pripravljalni dirki je padel. To je lahko velika težava za njega. Pa tudi imel težave, pred padcem že, ne? Kako bomo šel dolgo? Kdo je zmagal Romandijo na koncu? Del Toro. Ajk, ne? Ja, sam Izak Del Toro, jaz mislim, da je on bil že takrat ful v formi, Seksas pa po mojem ga res pripravljajo sam za ta tur in da bo kljub temu padcu. Ima ekipa, koga ima ekipa Seksas? Pa to govoriš Decathlon je to, ne? Ja. Kar pomeni francoska ekipa, ne? Ja, Matthew Riccitello je njegov glaven pomočnik, en mejhen, lahek kolesar. Kdo? Matthew Riccitello. Riccitello, to se sliši neke testenine, ne? Ja. Danes smo pa jedli testenine. On je iz Američan, ampak siguren ima kakšne italijanske korenine, mi zdi. Drugač na pamet, res ne vem. Se pravi, nič od ekipe. Tako, da bi rekel Adria Mobil. Se pravi, Ne. Malo boljš. mislim, da je varna ocena reči, da če izključimo možnost ekstremnih dogodkov, padcev in tako naprej, Ja, so da, ja. bo Pogačar gladko zmagal. To ti misliš, to je pa tvoja napoved. Je torej to, kar so mi rekli, da moram ponoviti na temu podcastu, je to, da ko bo Pogačar prišel v Pariz, bojo stari še na plaži na Mediteranu, ne? Ja, jaz pa mislim, Jaz mislim podobno kot Simon. Jaz pa In mislim- tudi, da ne vem, če bo Seksas drugi, no, znaj biti vsem, da bo Jonas, no. Seksas se lahko, eno je padec, Jaz tudi mislim, da ne bo eno je Juventus padec, Seksas eno je pa drugi. to, da se lahko tudi on zlomi. Jaz mislim, Nič je predvsem proti njemu, starost. niti ga nisem še videl, ampak je mlad, no. Mlad Ja. je in tako naprej in super za njega, tudi to, če se bo zlomil, super, da se nauči, razumeš in vse to, ne. Pa slabšo ekipo ima in tako naprej in tako naprej. Ja, glede njegove ekipe, evo, ne vem, koliko če jih kaj poznaš, Tič Benot, Ja, on je vizma vozil včasih. Sejs Bolj je en šprinter, Dan Ule, Olaf Koj, spet šprinter, Slišal za njega. Aurelian Parapanter, Nikolas Prudom pa Matthew Riccitello. Klančari so pa Aurelian Parapant. Nikolas Prudom pa Matthew Riccitello so klančari. Tako da ima klančarjev, ima pač tako kot ponavadi vse te tri, a ne, pomočnike za klance, ki so občutno slabši kot karkoli prvismi, pa per UAE-u, ampak sej na Pa isto koncu... par Borin. Koga ima pa Bora? Bora ima Razen Sauda najmočnejšo Lipovica. ekipo, definitivno. A da ima Bora, Jay Hindley pa to, a? Remko Evenpool, Matija Catano, Nico Dens, Jai Hindley, Florian Lipovic, Jan Tratnik, Pelicari. Tim Van Dijk, Maxim Van Gils. Predcari pa ne? Pelicari pa ne, on bo šel pa na Vuelto. Ampak, Daj nehi. če mene Ampak vprašaš... sem zdaj pa zanimivo, na Vuelto bo šel delati kaj? Pomagati Primožu? A bo Če spet Primož ne bo, ekipni kronometer na Vuelti mogoče, pa bomo videli, kaj bo, ne? če bo Primož res šel, bomo videli. Res šel pomeni kaj, a ne bi, ali kaj? Ja, lahko pa ta tudi ne bo šel, ne, zdaj, ne vem, koliko je on kaj zainteresiran za to Vuelto še. A ni bilo rečeno, da to? Ja, ampak sej
Skočem Rogliča še malo gledati. No. On bo to zmagal in pol gotovo. Ne, on siguran ne bo zmagal. Moraš dirkal po Španiji, po Švici moraš dobiti, pa mu je letos nekdo vzel. Ne? Nekdo tak srednje Precej resno mu je. Ne, sej že naslednjo leto lahko Pogačar pred Rogličem osvoji in Vingegaard vse enotedenske dirke. Ker Švica pride čist na konc enotedenskih dirk. Manjka še enotedenskih Pogačarjev. Pogačarjev manjka Baskija. Samo Baskija? Dubo Tirino Adriatico? Ja. Baskija mu manjka. Kaj pa Vingegaardu pa najbrž predsej dirk, ne? Ne, Vingegaardu pa manjka Švica, pa manjka mu Romandija. Kaj pa recimo od prejšnjih? Koliko je Pogačarjev letos? Kaj pa od prejšnjih velikih kolesarjev? Edi ima vse enotedenske? Veš te enotedenske dirke. A so to dost nova kategorija te enotedenske? Niso bile toliko pomembne, toliko časa nazaj. In njih ful niso dirkali. So bile kakšne druge dirke pomembne, ki zdaj ne obstajajo sploh več. Recimo? Mislim, da je bil ampak se to je ful nepomembno, Escalada Montjuic, ki je bil vzpon, ampak je povezan s tem turom, ki je bil vzpon, dirka, ki je bil vzpon na tale klanc, ki je bil na turu kot za ekipni kronometer. Zdajle. Pa kakšni klanci so to? To je čist kratek klanc, to je čist malo več, ampak ja, čist isti. Zelo lahek kronometer, pač, ok, napolno, ampak še vedno. Pač je bil ful pomembna dirka, kakor razvem tle. In pač so bile kakšne drugačne dirke. Ampak te glavne so pa bolj ne iste. Pa se tudi imena spreminjajo, pa zdaj so še sponzori, pa to in pa so to malo spreminjam. A bomo še kaj nasploh rekli o turu, pa o klancih, pa kako dajmo še povedati, pa te stvari, pa ti imaš še eno zadevo. Ja. No, dajmo še na hiter pol, kje se bo odločil tur? Se to, ne vem niti ko zgleda. Se pravi, zdaj bo zelo hiter Pirinej, ne? Lej, jaz mislim, da smo mi že dosti tvegali, ker smo rekli, da bo Pogačar zmagal. Tle pa nismo veliko tvegali. Rekli smo, ob odsotnosti padcev nesreč in to, in jaz mislim, da tukaj ni tveganja, kdo bo zmagal. Jaz pa mislim, da paci in te odsotnosti, ki smo jih mi izključili iz igre, so zelo velike. So najbolj verjetna stvar. Da se zgodi, definitivno. Smo mi danes povedali. Ja, tako da že samo zato smo tvegali. Ja, štekam. Jaz mislim, da, kolikor sem jaz bral, da od prvih 5 bosta zagotovo 2 udeležena v padcu statistično. Od prvih 5 favoritov bosta 2 v padcu. Dostakrat je tako, no, ja. Ne, to je statistično, od prvih 5 favoritov takem, da imaš kar probleme. Ne da končaš, ampak da bo zelo vplival na tvojo... Je pa sej, če tako vzameš se škoda, Roglič je to statistično. Roglič je skozi med 5 bil, na kjerkoli se pojavil. Pa skozi je pa. In razen unega prvega tura, ki bi ga mogel zmagati, ne, je vedno padel, no. Vsaj ne 3-krat. Pa po moje je tudi na tistem turu, kdaj je padel, pa okej, ni to mogoče. Po moje tudi kaj padel, ja. Pa na kakšni Vuelti, ki jo je zmagal, je tudi že fest padel. Ponovno Giro, kjer je bil 3, je fest padel. Pa sej Pogačar je lansko leto tudi padel, ne? Tudi, ja, Pogačar. Mislim, sej zelo padajo. Dejstvo je, da so padci neizbežni, ampak... To ni čist res. Kaj misliš s tem? Da se tera zaradi faktorja zanimivosti pa publike do mej, ki presegajo sposobnosti varne vožnje. Pa tudi zaradi publike pa zanimivosti, a zaradi tega hoče zmagati? Če bi jim ti dal 20 kil si kolo, bi bila hitrost precej nižja, pa precej lažje bi bilo pelati vinke. Ja. Na lažje bi bilo lažje pelati vinke. Na težjem, ja. Je pa tudi hitrost bi bila nižja. Zakaj pa to ne naredijo? To bi pa zlahkotno. Se bi bilo še zmerno bilo zanimivo. Bi bilo zanimivo. Ti gledaš klanc, ki se tam 2 dajeta, tebe ne zanima, a bosta 25 na uro pa imata 6 kilsko kolo, a bosta 23 na uro pa imata 10 kilsko kolo. To zanima samo tiste, ki gledajo hitrost. Mene televiziji v boje enak zanimiv. Ja, pa mogoče bi to vplival, mogoče preferiral mogoče močnejše kolesarje. Ampak spet. Zato najmočnejši kolesari trenutno so Pogačar, Vingegaard. Niso ostali močnejši. Ne, ampak močnejši misliš take težje. Zato, ker je
tvoja kilaža v primerjavi s kilažo kolesa še vedno velika manjša, kot če imaš lažji kolon. Toliko nizka razlika v teh maksimalnih močeh med najboljšimi kolesarji in najmočnejšimi kolesarji je, da se ne bi poznali. Jaz mislim, da ne. Ja, zato, ker mogoče Pogačar, koliko drži on za 1 uro? 400, po mojem, tam okoli 400, 420. Če drži 420, kdo drži več kot 450 vatov za 1 uro zdaj? Matthew Van Der Poel. Samo on. Ampak on je recimo zanimiv, ker on je zdržal za 90 minut 468. Če to poračunaš, je on držal za 90 minut 6 vatov na kilo. Zakaj on pa v klancih ni? A ne? Ne? To sem jaz gledal. Zakaj on pa ni? Ker nima regeneracije zelo verjetno. Ker je naslednji dan katastrofa. Ker je čisto enostavno toliko težji teh 15 kg več zregenerirati. Ja. Točno to. Ja. To je Kančelara, ki smo bliže pa njemu. Če bi recimo tur bil sestavljen iz samo ene malo bolj gorske etape, bi on takrat malo stisnil zobe, malo bi mu ekipa pomagala, pa bi nekako prišel tam gor, pa bi bil konkurenčen dosti bolj. Zdaj pa je tur pač, letos je 3333 km, pa 54,600 višincev, tako da to je 54 km. To je največ višincev v, mislim, da zadnjem desetletju 100%, pa mogoče 1000 let. Kaj so vozni klanci? Klanci? En nov, Plateau de Soleil-Son. Začetek je... Ima pogledaš, gremo čez etape, se pravi. Okay. Pireneji bo najprej Tourmalet bo sigurno, tega Tourmaleta smo že ven iz 6 gledali. Ja. Prva etapa, o tej smo že dosti povedali. Ja. Druga etapa je zanimiva, ker spet grejo na ta Montjuic, ali kako se to po špansko reče. A to je španska neka varianta. Kaj piše? Côte du Château de Montjuic. Pa to je francosko ali francosko ime. Napisali so po francosko verjetno, ampak je pa v Barceloni. Kako Mont? U-I-C. Montjuic. A jaz kje? Montjuic. Montjuic, po mojem, Montjuic. Montjuic je, ni Huik. Huik bi bilo tako na pol. Skratka, tole grejo 3-krat čez ta klanc, nič posebenega. Je Hili, tako da druga etapa zanimiva. Tretja... A Ben ali klasifikacija? A je Ben Hili ali je klasifikacija Hili? Klasifikacija je Hili. Pa bi pa še v majicah mal. A ja, Ben Hili. Ben Hili je pa tudi na tujero, ja. Tretja etapa ima zaključen vzpon, ki je dolg samo 1,7 km, pa 6,5% nič tazga. Četrta etapa lahka, šprinterska. Tako da nič se ne bo dogajalo tako, ne. Peta etapa enak velja za peto etapo, no potem pa šesta pa so Col d'Aspen, Col de Tourmalet. Kol. Se reče v francosko. Kol. Ja. Okay. In pa Gavarnier. Klanc na Gavarnier. To so hude stvari, to je vsaj ena prva kategorija. Druga kategorija je klanc, ki je dolg 19 km, pa 3,7%. Kako se te kategorije že štejejo? Mislim, da procenti krat kilometri mora biti ne vem, več kot, ne vem, koliko da je neka ta varianta. Ja. Ni večinoma sam po višini. Ne vem. Tudi po višini, drugače. Zelo možno, da je sam po višini. Zato, ker pač je odvisen od dolžine, pa od procentov. Ker to, koliko se ti dvigneš, je odvisno samo od tega, koliko se dvigneš. Ne od tega, koliko hitro se dvigneš po procentih. Lahko je sam zelo dolg klanc, pa 3% pa bo isto HC. A bo isto HC? Ja. Ja, ampak, ker je v bistvu... A ja, ti si to hotel reči, da ta formula... Jo lahko ponastaviš, prečeš samo višino, pa je v bistvu ista fora. Ampak spet ta etapa ne bo nič toliko zelo odločilna, ker pač je položen klanc. 7. etapa je isto ravninska, 8. etapa je tudi ravninska. Zdaj smo imeli eno gorsko v bistvu, ali 2. Ampak nič ne boste odločila. 9. etapa je Hili, ampak nič posebenega pa je res zdaj. 10. etapa... A je še kakšen kronometer ali pa kaj? Je, en kronometer je še. Ja, to še Remko ga bo dobil, ne vem kdaj, ko bo že potem pa za dan Bastilje, ne? Ja, Remko bo, če bo prišel. Bo pa neka osrednja Francija, ne? Spet v pečici bojo vozili, ne? Točno to. 3800 višincev, 166 km. Težka etapa, tle se bodo naredile razlike.
To, ko smo se pokvarjali, tukaj se zna odločiti tur, mogoče ne z dokončem, ampak kakšen fant pa zna malo odpast. Ja. 11. etapa, nič posebenega ravnina, 12. etapa ravnina, 13. je hili, ampak zdaj so začeli, ne? Zelo dolg do cilja je klanc, tako da tudi tukaj nič ne pričakujem. Pač spet nič toliko neverjetnega. 14. etapa je pa že, tukaj se pa začne tur odločati. A to so Alpe že? 14. etapa. Ne, ker je to na nemški meji. A so v Gezi? Kje bi vozil kaj? Ja, tam nekje, zato ker je že sam ime zadnjega klanca Le Markstein-Fehlering je da po Nemčiji vozil. Bi se tudi šli više slišali, čeprav ta švicarski del kamina Francije je bil francoski, ni nemški. Ne? Le Markstein-Fehlering. A bo vozil Belfil letos? Ne. La Planche de Belfi, ne. Torej, ta 14. etapa je že, no potem pa 15. je pa že res, ta bo, po mojem mnenju, bo že dala. Tiska bo tam najboljši, bo po mojem že, ker. In to je kaj? Ker res sem ga. Plateau de Soleil-Saône. 11 km, 9%, to je ta neka nova, no klanc. Koliko visok? Na 1500, 11 km, 9%. 11-9, joj, zopadna stvar. Težka etapa. Ja, THC je. Pol je res, zdaj pa 16. etapa je individualen kilometer. Ne, bo pa Remko. 26 km, 500 višincev. 26 km, 500 višincev. To pa skoraj tako, da bi šel strbiža na celo nevejo, ne? Ja, o tem smo že res sam malo drugačen profil, ker končaš na isti višini, kot si začel, tako da to je lažje, ne? Je pa pač en klanc, ki je spet 10 km, 4%. Še zmeraj za Remkota. Ja. Potem 17. etapa, spet ravnina, no pa res se mi zdi, da to pač pravijo, da je to najtežji trio kadarkoli v Naturu do zdaj. Tudi konkurenca je najtežji trio Naturu do zdaj. Ne, dajmo, kar klanc za klancem zdaj. Ok, 18. etapa, to bo odločeval tur, 4000 višincev, 185 km, klanc kot se jih ne bom vseh našteval, ker ne znam to poimenovati, pa res so dolgi. Imena so dolga, misliš? Ja. Orchiers Merlet je zaključen klanc 7 km, 6,7%. A kaj še zdaj klanc pred tem? Ne. Okay. Ni toliko, kolikor je težka etapa, ne bo toliko odločila, ker pač klanc na koncu ni tak strašen. Je pa že Roglič zmagal na tem klancu, kolikor se jaz spomnim. Na pamet sicer pred Pogačarjem leta 2020 v šprintu. Potem 19. Jaka hitrej klanc odpelje, kakor ga pa izgovori v francoščini. Ja, to je zanimivo, ne? Dobra ugotovitev, ker je po moje čisto resnična. Potem pa 19. etapa na Alpe d'Huez, 127 km, 3500 višincev, zelo velik višincev. Samo to se še Galibier prej, pa to ni, ne? Ne, samo Col de Bayard, Col de Noyer, Col de Ornon in pa Alpe d'Huez je finish. Po normalnem pristopu na Alpe d'Huez. Ja. Profil zgleda ful tak razpotegnen, pa kada ni nič klancov, ampak je to res velik višincev na malo kilometrov. Pa še najtežja. Koliko višincev si rekel? 3000 pa še malo? 3500 pa 127 km. A veš, 3500. Alpe d'Huez je na pamet rekel 1000 metrov višine, ne? Ja, še več. 1100. No, dobro, no, ja. Se pravi, bodo naredili več kot 2000 km, praktično na 100 km. Nečesa, kar oddalec gleda ravno. Ja, profil so res naredili razpotegnen, tako da misliš, da če to pogledal, bi rekel, ja, sej to pa nekaj ravnina. Zdaj, najtežja etapa, jasno je pa 20. Samo v resnici je bolj položno kot to, ne? Ja, seveda je bolj položno. Danska mapa je bolj položna. Bi bil že zid. Sem tle res 2 cm. 20. etapa La Bourge d'Oisans pa Alpe d'Huez, 170 km. To je Galibier? A ne bo Galibier? Spet na Alpe d'Huez. To je prvič v zgodovini, ko bodo šli dvakrat v en dan pa drug dan cilj na isti točki, isti klanc, ampak ni čist isti pristop. Prvič bodo šli čez en drugačen pristop na Alpe d'Huez. 5450 višincev.
v 170 km. Ne, pa niso Galibije, pa Telegraf, pa te fore. Kula krade fer, 24 km 5%, potem spust. To bi pa izvozil ta krade fer. 40 km 5%, to se sliši. Potem pa, ja. Izvozil bi ga. Res pa je, da 5 pomeni, da imaš rampice. Nekoč. Kakšne 500 metrske tudi po 10 gladko, ne. Tudi, ker sta dva spusta vmes. Na klancu se da spustano, močno. Tako da to kar zniža. Pa še Col de Galibier z enim spustom vmes. Ja, to pa je pač 30 km 7%, preješ na 2650 metrov in potem spust. 30 km 7%. 2642. Mal manj. 2642 mesi de Galibier. Kaj je to štartaš iz morja? 2642. To je 200 višine. Ja, malo manj je tale procent, ampak ja, precej manj, ki je še spust vmes. Ker sem tole seštel, tole ne bi smel sešteti. Ne, takole, pa si poglej. Tole sem jaz sam malo seštel, spust bi mogel še odšteti, pa bi bil pol 6%, recimo. Verjetno. Jaz sem to pomagal, ker seštel, tlele bi mogel tale spust, bi mogel malo znižati naklon, pa bi bilo 6%. Kako Alpe d'Huez? A ni Alpe d'Huez na koncu etape? Ja, Galibier. Ja, okej. Galibier. Galibier na sredini, ja. HC, pač iz HC ta prvo. Ja, ker je sestavljen iz dveh klancov. Kjer je ta prvo? Col de? Ja, ta je Col de Telegraf, pa Galibier. A Telegraf je enkrat. Telegraf je sam do ene točke, pa je pa malo spusta dol, pa spet gor. Ampak ja, tega spusta je dosti malo. Je pa mičken znižata naklon, kakorkoli. Pa še Alpe d'Huez čez Col de Seren, 13 km 7,3%, pa potem hili do Alpe d'Huez. Tako da ja, to je vse. In pa 21. etapa, kjer pa so spet vključili Montmartre, ne? 3-krat bodo šli čez. Pa se mi zdi, da če ne bo dežja, tako lansko leto bodo pač. Se pravi, zdaj to se spremenili, to ni več na Jezerskih poljanah, šprint, to neko krogo porano, imate to tako na Cirkece, ne? In klanc, ne? Tako da ja, takrat bomo pa zvedeli, kdo bo zmagal. Zdaj pa ja. Vprašanje, a se lahko kakšna razlika naredi zadnji dan? Recimo, da so favoriti par sekund razlike? Lansko leto ne. A se lahko proba letos kaj na ta Montmartre v Parizu delati? Jaz mislim, da bodo razlike dosti velike. No, bolj, ampak recimo, če jih ni. A je zadnja etapa takšna, da se da kaj narediti? Ja, ampak Vingegaard ne more tam nič narediti, lahko Pogačar kaj naredi. Ampak jaz mislim, da če bo Pogačar... Ti pa te misliš, da bo pol seksa že 20 minut. Ne. Tok ne. Če bo seksa spredi, se lahko kaj naredi. Če bo Lipovic, ne, bo vsi napadali Lipovica na zadnje. Jaz mislim, da če bo jaz mislim, da če bo pač hoče reči, jaz bi Pogačarja bi dal za še veden prvega favorita, ampak jaz mislim, da če bi kdo drug, če ne Pogačar, bi pa seksa zmagal ta tur. Ker je lahko večje presenečenje, ne? Ja, ker lahko padeš, lahko se kaj in če bi po mojem jaz stavil prej na seksasa, ker na Vingegaarda. Čeprav Vingegaard je že ne vem, koliko stvari dosegel, pa je, da je tako na seksasa reči, ker ga še nikoli nisi videl dirkati take dirke, ampak to on gre za res nismo letos nič videli praktično, ne? Ja. Kaj se dogaja? Pa še veden, jaz mislim, da no, ampak ti, v glavnem, kaj tvoje eno z glavnih sporočil danes je to, da naj Slovenci malo umirimo konje, ne, zdaj kljub temu, zdaj, ko smo razpoloženi 35. obletnice države, pa Goat, Pogačar, pa to, da ni to čist samoumevno, da se zgodi, hočeš reči. Ja, to je, ker mislim, da ne bomo imeli več toliko dobrega kolesarja. Ne, ampak da ni samoumevno, da bo letos Pogačar zmagal in da se nam ne sme svet podreti, če se zgodi, da zmaga tam nek mulc iz Francije ali pa... Mislim, to bo kar novica, če on zmaga. Ja, to se nam v nobenem primeru ne bi smel svet podreti, zaradi tega, ker Pogačar zgubi tur. Ne, ker to je pač... V resnici... Mi brez njega... Mi tudi take dirke imamo, pa nas noben ne gleda, ne. Razlika je samo v tem, da so malo boljši. Jaz mislim, da če več kot damo na to slabš stojimo, ne, če se nam svet podre, zaradi tega, ker Pogačar zgubi, je to kar katastrofa. Ja. Od naših
vrednot pa zanimanja. Ja, jaz mislim, da... Po mojem se sledi zdaj dobro. Kaj si rekel, da imamo še enkrat? Da, če toliko damo na to, da Pogačar zmaga Tur. Zdaj mi trije Slovenci. Ja, ok, Slovenci, ja. Okay. Da se nam svet podreje zaradi tega, ker ga ne zmaga, da imamo malo narobe postavljene vrednote, kam. Ja. Mislim, ni to tako kot Brazilija, ki zgubi fuzbal, no? Ja, Brazilija je fuzbala, veš. Mi pa nismo kolesarstvo. Pač Pogačar je kolesarstvo, Slovenija pa ni. Ni, ne vem. Ampak jaz mislim, da je to izjemna istočnica za to, kar si ti rekel, da hočeš danes še odpreti, ne? Ja. Ne bi mogel boljši istočnici, si sam v bistvu pripeljati. Samo na temo. Ja, je tako, ne? Ja. Jaz zelo veliko od mladih Slovencev, mladih fantov, večinoma, ampak tudi vedno več deklet, se je zaradi našega gospoda Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča odločili, da gremo v kolesarjenje. In vprašanje je, kako lahko starši veste, ali pa kako lahko mi vemo za naše prijatelje, a je v njih potencial, da postanejo profesionalni kolesari in jih mogoče v to spodbuditi, če so vidni potenciali za to, da vstopijo v profesionalno kolesarstvo. Ja, o tem se da res veliko govoriti. Jaz mislim, da je ful pomemben zadnje čase, zadnje leta, kdo te vidi, pa da ti prideš v razvojno ekipo neke ekipe, ki ima, kakor je Visma, razvojno ekipo Visme, razvojno ekipo Red Bulla. To je razvojna ekipa Red Bulla ali pa Visme. To v bistvu niso tako, kakor Adria Mobil ali pa, ker včasih se je bolj tako dirkal. Naši so šli v Adria Mobil, pa Radenska pa tako, ne? Ja. Radenska ali pa Factor Racing, tudi zdaj, ki je bil Sava Kran včasih. A to je bil Sava Kran včasih? Ja. Se včasih po nekih slovenskih klubih se je vzgajalo talente in pa si ti dirkal tja do 20-21, pa so te pa videli in so te iz ene prve ekipe vzeli in si šel kar direkt v prve ekipe. In to se je zgodilo recimo Valjavcu, Brajkoviču, to so te karijere. Ja. Okay. Medtem, ki zdaj je pa ta razlika, da imajo vse te ekipe, kot je Visma, UAE, ki ima UAE Gen Z, pa podmladke, kjer ti v bistvu pač te vzgajajo, te pošiljajo na dirke, te pa pošiljajo tudi na dirke kakšne profesionalne, zraven najboljše ekipe. Neko dirko po Sloveniji, recimo, ali pa, ne vem, kakšno v Španiji, ne bom niti razvijal omenjati točno specifičnih dirk, ampak kjer so malo slabši proji že, in pač tam se rabiš dokazati in pa če se dokažeš, pač iz te mladinske razvojne prideš v pro ekipo in pa se rabiš pa tam spet na novo dokazati, ker to ni, da imaš pa zdaj, ne vem, tam si bil najboljši, zdaj pa boš še tam kar dokazati. No, pa ključ je ta, da si ti hitro v eni veliki ekipi, ki ima vso to zaledje. Ja. Pa verjetno ima tudi več denarja, bo šel primo fizioterapeute, nekaj. Zato, kot recimo Adria Mobil, ki je sicer dobra ekipa, no, za tako malo državo. Ja, ampak tak način, vsaj kakor jaz gledam, ne funkcionira več. Ker Pogačar nikoli ni bil v neki ekipi Gen Z, pa ne vem kaj, pa neke ekipe razvojno uno. Podobno kot v fuzbalu, ko imaš Liverpool ali pa Barcelona v 18 pa nekaj, ali pa recimo Luka Dončić, ne, se pravi, on je bil v Realu, res neki, pa ni tako, da bi danes recimo v basketu bil ti pa nekemu Slovanu, tam do 20 leta pa boš pa skočil not v, ne vem, New York Knickse, ali pa v fuzbalu, da boš tlele v slovenski ligi do 22 leta, pa boš pa kar nekaj, boš zabol, ne vem, 75 golov enkrat, pa bo rekel tam nek Mourinho, mogoče bi pa mi tebe zelo realne. Točno to. Kar hočem povedati je, da zdaj se pač težko najdeš kolesarja od teh, kakor smo mi toliko stari, da bi prišel iz neke da bi prišel iz neke ekipe čist na random not, ki je bil v eni slabši ekipi. Vsi so nekako iz razvojnih ekip, recimo Sexas je iz Decathlona razvojna, recimo, če lahko tudi gledam tle. Ampak se pravi, ti si rekel, da so razvojne ekipe druge, kot te navadne ekipe, ne? Ja. Kaj dela druge? Če jaz bi sklepil, mlajši, pač
U19, mlajši kolesari so not. Vsi so mlajši, ne, verjetno. Hočeš reči, In da tudi ima... dirke pelejo mladinske v bistvu. Ja, sam se, to so tudi zdaj Slovenija ima pogi tim, ki ima te mladinske ekipe. Ja, ampak to ni, kako bi... Moja ni to isto. To ni ekipa... Bore ali pa kaj, ne. Ja, ki je profesionalna ekipa. Kako je to drugače? Ki je profesionalna ekipa, ki ima v bistvu samo mlajše kolesarje. Torej, mlajši kolesarji, ki niso v profesionalni ekipi, ampak ne vem, kako ti to organiziranost razložiti, da boš razumel. Ker Pogi tim ni, to ni nobena profesionalna ekipa, UAE pa je. Ja, da hočeš reči, da razvojna ekipa je različna od teh ekip, da pač to ni majhna ekipa, ampak je ekipa, ki dirka na najvišjem nivoju. Ja. Pa da za človeka, ki je v razvojni ekipi, mu ni treba iti nekam, da bo najdel človeka, ki ga bo lahko pripeljal v profesionalno ekipo, ampak je že v tej profesionalni ekipi. To, ljudje so, ki tebe kot mladiča gledajo in skrbijo za te, da boš to. Ja. In tle je verjetno še ena glavna razlika in to, da ti tle postaneš financiran v momentu, ko postaneš del razvojne ekipe. Ja. To je po moje ta... Moja da nekdo, ki danes vozi za Pogi tim, jaz ne vem čisto točno, kako ta Pogi tim izgleda, ampak recimo najjačji kolesar v Pogi timu danes ni v tako dobri poziciji kot nekdo, ki je zdaj dejansko v UAE-u, v podomnatku UAE. Ja. Moje vprašanje se pa ni toliko nanašalo na pozicijo kolesarjev, ok, seveda. Je to najlažji faktor, da prideš ti zdaj v profesionalno kolesarstvo. Se tebe zima mogoče že malo prej, ne? Mlajši ljudje. Niti ne toliko mlajši ljudje, ampak da najdeš enega random kolesarja, ga srečeš na enem klancu, pa vidiš, da pele gor hitreje od tebe. Hitreje od tebe, ja. Pa da si ti na nekem nivoju, ki si 10 let nazaj razmišljal, da bi bil profesionalc, pa še zmerno nisi slab. Da si ti zelo dober, on te podboj in ti tako enako vidiš. Ta bi pa lahko mogoče bil profesionalc. Pa ga ujameš, imaš glih še toliko moči, da ga ujameš in pol se ustavita se toliko, da se ti lahko spedihaš, pa peljeta skup naprej. Se malo pogovarjata. In ti začneš razmišljati in ti pove, da ni profesionalc, da je amater, pa da vozi tako zase. Kako lahko veš, da bi bil ta potencialen človek za profesionalno kolesarstvo? Tako, da bi ti njega srečal. Tako. Recimo. Težko. Težko boš kar vedel. Najprej rabiš vedeti, kaj si on želi, pa kakšen, mislim, se verjetno, če klance hiter pele, pa verjetno hoče biti nek klančer ali pa GC, ne? Ja, verjetno dromista ne boš najdel na klancu. Ne, to ne. Ampak zelo težko... Pa ciklokrosiste pa to. Jaz mislim, da zdaj so zelo pomembne številke. Pač, da zdaj zelo gledajo na cifre, ki jih ti obračaš, recimo. Ker ti si lahko dobil razvojna ekipa od Red Bulla. Bora neka avtogrenke, ali ne vem, kako se imenuje. Oni so dali challenge na Stravi, kjer si ti lahko odpeljal v parih državah par segmentov na Stravi. Mislim, da je bil Sveta Gora v Sloveniji, kjer si lahko ti najhitrejši pod 19 let je šel na priprave trening camp za ta Red Bull avtogrenke. Kaj, tam na Sveti Gori so imeli prav priprave? Ne, to si ti lahko na Stravi odpelu in ko so oni videli na Stravi... Jaz sem šel na Sveto Goro, sem bajdo vozil Sveto Goro, ni za voziti, če nisi dober, ne? Ja, nisem jo letos drugič, ker težka. Ja, zdaj bom povedal eno anekdoto Svete Gore. Sem v Novi Gorici živel 2 leti in pa sem si pripeljal kolotja in sem imel sodelavca, ne? Fejst človek, tako so se dobro razumela, pa debate smo imela, pa tako. Pa on tudi nekaj kolesarov, pa on mi je rekel, tako, mislim, spomnim prvi teden službe, pa mi reče, veš, primaš tlele pa nas v Novi Gorici je pa tako, da ti celo leto treniraš, da priješ v formo, potem voziš pa Sveto Goro, ne. In jaz valjda, frajer si pripeljem kologrin, takoj, to prvi dan Sveto Goro, umrem, totalno, pa prijem ga na Sveto Goro, za vikend, ponedeljek služba, jaz vas pametem, prijem službo, ne. Pa rečem, stari, Sveto Goro sem odpeljal, ne.
Pa on meni reče, mali priredil zgodbo, premaknil je golovo črto, pa je rekel, ja, v Novi Gorici je tako, da ti pač začneš voziti, odpiraš Svetogoro, pa celo leto voziš Svetogoro, Ne, ti si prvič rekel, da se leti treniraš, zato da pa enkrat gor priješ. Zdaj sem jaz takoj gor prišel in pa rekel, ne, to zdaj moraš skozi voziti, Glavno težka je, Zelo strma, ja. Iz Solkana na začetku malo položena, pa strmo gor. No, položena, in v bistvu so pač izbrali iz vsake te države, kjer je to bilo mogoče, so izbrali par teh mladih kolesarjev, ki so bili najhitrejši na tem segmentu in si ti šel na njihov v Salzburg, se mi zdi, na tak trening camp, kjer so delali različne teste, par group rideov in tako. In pol si ti pač 2, ali pa mislim, da 2, sta dobila pol povabilo, da se pridružita pač tej razvojni ekipi Red Bulla. In to Pogi tim ne more narediti. Oziroma, točno to, pač ne more, ker nimajo, ker pač ti pol pa denarja ni v zadnji, pa vse to. Če se pa pol ti izkažeš še v razvojni ekipi, kjer recimo pa hodiš na tekme, kakor so Baby Giro ali pa Tour de l'Avenir, ki je sicer po državah Tour de l'Avenir, ampak Tour de l'Avenir je do koliko let? Do 23? Mislim, da je do 21. Okay, 21 je. Mogoče bil kdaj do 23. Ampak do 23 je mladi kolesar na turu, Mislim, da je na profesionalnem. 23, ja. 24. Tam okoli. Se ni to važen. Tako da ja, pač na tak način, mislim, da so zelo pomembni, kakšne vate ti obračaš, ker mislim, da je to vedno bolj pomemben. Pa, kot sem rekel, vsej vati niso vse, je pa pol pač ful odvisen, kako se ti znajdeš. Ekipe iščejo ljudi na ta način. A lahko tehnično gledano en mulc tlele zdaj nek tvoj sosed, recimo, 15-leten, ali pa recimo ti, ali pa kakšno leto nazaj, da bi ti to naredil, bi rekel, jaz sem zdaj vozil nek klanc, ali je to Sveta Gora, lahko je Vršič, lahko je karkoli, se bom dal na stravo, se bom na stravo, pa rekel, evo mene, lejte, koliko sem hud in pošljaš Bori, ali pa pošljaš Ineosu, pa bi on rekel, Madonna, lega Jaka Torkar, da breš k nam za 5 milijonov na let. Ampak, da pač ti daš nek rezultat, pa oni vidijo, wow, hudo. Ker to kolesar lahko naredi, fuzbaler ne more, da všti na lastnem vrtu, tam 100 metrov, trikrat za bol gol, tam čez, ne vem, 100 fuzbalerjev. Sej nimaš nobenega merila, ne moraš ti meriti, koliko je kdo dober fuzbaler, to ti tek ne moreš meriti. Na lastnem vrtu, Jaz lahko osebno izkušnjo povem, kako fuzbaler to naredi. No, povej. Pri nas je bil en, ki je bil tako kot Haaland. Seveda, ti si fuzbal treniral, Ja. To, da se razume, Ja, sem bil v nizkoligaškem, najnižja liga možna za mojo starost, pač. Pri 15 nekaj sem treniral. In je bil pri nas en striker, ki je podoben bil Haalandu, pač zabil je gole. V tem je bil dober, v ostalem ni bil dober. In na eni tekmi smo proti višje rangirani ekipi igrali, kjer je bil, by the way, na drugi strani moj sošolc, ki ima 2 metra. Golman tudi? Jaz sem bil golman, on je bil branilc. Se pravi, da... Sploh nisi rabil golmana, hočeš reči, ne? Čupal proti Haalandu. Ja, se to, mi smo imeli pa recimo Haalanda, ne? Ja, mislim pa Haalanda. In je po tekmi prišel njihov trener do nas in ga je povabil v njihov klub, pa odkupnino ponudil našemu klubu. V teh letih, kar tako. In to tako dela v fuzbalu. Aha. Okay. Ja, bi rekel, ja. Smo dobili po moje 600 evrov vrednosti žog. Pa se je to zgodilo? Ja. Ne, pa se to dogaja. Se ti je dosti javno znano, da je Mourinho, ki je bil še v Chelsea, da je hotel Gerrarda vzeti iz Liverpoola. Pač, mislim, se zanima za njega. No? Samo hočem reči, da to je po moje ena redkih, a pa edina možnost, da v nogometu prideš na višji nivo. Težko je. Da se pokažeš na... Da moraš zabiti par golov čez igrača, ki ima 2 metra. Težko je na tak način. Zelo težko. Težji kot v kolesarstvu. Ja. Pač ne zdaj fizično, ampak veliko manjšo možnost. Organizacijsko težji. Veliko manjšo možnost. Moraš se res pokazati, moraš biti res dober. Ja, pač na tekmi moraš. Ker pri kolesarstvu pa mislim, da najprej je pomembno, da imaš dobre številke. Če bi ti odpeljal nek Strava segment, pa bi to objavil, pa če se znaš spromovirati. Jaz mislim, da
če je še znan segment, je to še veliko lažje, ampak Slab dve, za razliko od Svete Gore. Jaz mislim, da če bi ti odpeljal zdaj neke cifre, ki bi bile zanimive za neko ekipo. pa da je to dosti znan segment in da to lahko znaš spromovirati na ta nivo. Na segment, da oni vejo, kaj to pomeni, tako malo bolj slikovito. Lahko pa cifre dodaš raven. Hotel sem reči, da če imaš ti nek segment, ki oni si znajo predstavljaš, kakšne so to cifre in so zato za njih zanimive cifre in vejo, da bi znali lahko iz tebe še kaj spraviti, bi te jaz lahko spravil v tisto ekipo. Ja. Je pa tako, da to, kar do takrat pokažeš, pa nič več ne šteje, ko ti rabiš zares tam. Tam se pa dokazuje tvoj rezultat, pa doprinos rezultati znotraj ekipe. Takrat pa niso več samo vati. Da pa priješ do tega, pa so vati. Ti si vate naredil, pa stravo si jim dal, oni te povabijo v Salzburg, v ta klub, a dobiš pa ti tam njihove kolesa, njihovo opremo, ker je mogoče tudi malo boljša, na katerem si ti bil. Če si ti v razvojni ekipi, dobiš vse od njih. Ja. Je pa tudi, ni pa to edini način, lahko pa pač ti hodiš na dirke, pa pač si dober na dirkah in te vidijo in te povabijo. To je pa tudi način, da si pač... Zdaj, čisto vprašam, a Franja recimo šteje? A če bi ti... Ti si mulj star 17 let zdaj in si, ne bom rekel, mogoče zmagal Franjo, ampak recimo si bil, ali pa tudi zmagal, ali pa si bil 10 na koncu, ampak si recimo klanc, ne vem, bil to prvi, tam si nabal ustale za 10 sekund, pa so te ujeli, pač bil si hud, mogoče še malo pokažeš na stravi, pa to. Če bi zmagal Franjo Orang, pa bi bil zanimiv. Sam ne moreš zmagati Franje, če si že pro. Če si pro, lahko pelaš Franjo, ne smeš pa zmagati. Ne smeš. Lansko leto, ne, pa se nisi pro, si 17 mulj, ti si pač gimnazic, recimo. Ampak recimo, lansko leto je zmagal Anže Rauber Franjo, zmagal. Kdo je Anže Rauber? Anže Rauber je v Gen Z UAE bil, se mi zdi, lahko tudi pogledam, če je še vedno. On je star, mislim, da je zdaj, pa zdaj le ni več. Pa ti lahko zmagaš Franjo kot solo, nek kavboj, da prideš tja, a moraš imeti ekipo, vsaj tam 2-3 frende, da ti malo... Ne, lahko tudi solo zmagaš. Anže Rauber, on je zmagal Franjo lansko leto, ampak ni uraden zmagovalec. On je zdaj bil, recimo njegova pot je zanimiva. On je začel leta 2022 Adria Mobil, 2023 Adria Mobil, potem pa 2024 UAE Team Emirates Gen Z, 2025 UAE Team Emirates Gen Z. On se je očitno dokazal na tekmah leta 2022-2023, da so ga per UAE uvideli. Koliko je pa on bil star, oziroma koliko zdaj star? Zdaj je star 21 let, pa letos je že imel rojsten dan. Se pravi, on je bil star tam 18-19, ki je bil še v Adri Mobil in je prišel, se pravi... on je bil in pa so ga videli na tekmah in so ga povabili v UAE razvojno ekipo. Bil tam 2 leti in pa je tisto 2 leti. Pa ko si pa 20-21, je pa pač, pa ali si ali pa nisi. A si pokazal? In njemu nisi. In kje si pristal? Factor Racing. Kako si rekel? Nazaj Sava Kran. Factor Racing je prišel. Nazaj. Sicer pa bi bil v UAE Pro. Lahko tudi, če bi se nekako zdržili. Zdaj bi mogel biti v UAE. Če bi bil on novi Pogačar ali pa novi whatever. To je noro težko prideti v UAE. Pro ekipo, to je najboljša ekipa, to je skoraj najmogoče. Ampak zdaj je pač prišel v Factor Racing in to pač pomeni, da gotovo. Gotovo ali pa v neko drugo ekipo. Se pravi, Factor Racing je prišel. Ali bi ta človek, ko si rekel Anže? Anže Rauber. Anže Rauber, so sreča na tvoji poti. Ampak Anže Rauber, ima on ali pa je imel recimo tako v situaciji, v kateri bo neke realistične možnosti, da ne bi zdaj prišel moče v UAE Pro, ampak da bi prišel v nek malo slabšo ekipo. Recimo Lidl, ampak te kontinentalne oziroma pro ekipe, v neko tako ekipo, pa da mogoče ne bi jih tura vozil, ampak da bi mu rekel, lej fant, tle boš nek vodonosec na neki 3. razredni tekmi, ampak si pa v pro ekipi. To ni velike razlike med tem, kje je on danes, pa da bi dosegel to. On definitivno bi lahko vozil tudi tur kdaj.
če bi prišel v tisto prvo ekipo, sam UAE je res težko prideti. Ja, v UAE, ampak lahko ti iz podmladka UAE prideš v neko Ineos? Ja. Ali samo lahko. On tudi zdaj še vedno lahko se je mlad, 21 let, še vedno lahko pride, ampak ga spet mora nekdo videti. Ne? V tem primeru pač so rekli, zdaj pač si star 21 ali boš 21 in pač to tako ne bo šlo, ne? Nisi dosti dober. Na Lavenirju recimo je bil 3. leta 2025 na eni etapi, pa pač očitno to ni bilo dosta, ne? Da je pač je šel. Pa je zelo dober. On je zmagal lansko leto Franjo, pa so mu pač seveda niso priznali zmage, ker je pač že imel licenco. Ampak dobro, gremo nazaj, ti še vedno hočeš nek slovenski problem tukaj rešiti. Ne? Se pravi, tebe še zmeraj zanima, kako bodo mladi kolesari pa njihovi starši, ali pa bom kar rekel direktno slovenski fotori, vedeli, to je to, pa kaj moramo narediti, da bo naš prišel, ne vem, nekam, ne? A pa moramo iti malo nazaj, pri 21 je to malo pozem, pri 19 tudi, recimo 15, 16, ne vem, kakorkoli. Kot rečeno, vidiš človeka, veš, da si dober, ko puščica se zapelo gor, Rašica na Svetogoro, na kamorkoli že. Kaj se dogaja tukaj? Ja, pač sej, kot sem prej omenil, jaz mislim, da te morajo pač videti, ne, in glih tle je bila pač ta razlika, če dan še en primer, Omerzel je imel isto pot, 2 leti Adria Mobil, pa 1 leto Bahrain Victorious Development Team, to je bilo leta 2025, stare 20 let. In zdaj ima z Bahrain Victoriousom prvo ekipo pogodbo do leta 2029. In to je pač ta razlika, ne? Ker on je pa prišel, to uspel, ne, ta skok, njemu je pa to uspelo, ne? On je bil leta 2025 v development timu, ne? In njegovi rezultati v tem development timu so bili dobri, ne? On je za dirko po Sloveniji. On je takrat tistega leta dirko po Sloveniji končal na 4. mestu. Giro d'Italia Next Generation je zmagal, kar pač tukaj ti ne bodo rekli, tukaj ti bodo dali pogodbo. Medtem, ko za Rauberja recimo sem prej videl, da je Lavenir odstopil. Medtem, ko on ga je pa lansko leto Lavenir končal na 13. mestu. In pa potem svetovno prvenstvo za mladince na 14. Ne, to je tista razlika. Dirko po Hrvaški pa na 7. In očitno je bilo to dosti, da je pač on dobil tle to. Pa oba sta recimo iz Dobro, Omerzel, njemu so odprta vse vrata. On zdaj, če bo v Bahrajnu še naslednje 3-4 leta. On ima pogodbo do leta 2029. Se bo pojavil še na raznih dirkah, enotedenskih klasikah, ne vem kaj, on lahko tudi tur. Marsikaj naredi, in ko bojo videli v Ineosu in ga bodo ne vem, ki je videli in lahko. On bi že zdaj gladko. On je na vlaku zdaj, ne? On bi gladko lahko že letos nastopil na turu in dosegel zelo dober rezultat. Ker on je dirkal na vseh teh mladinskih dirkah, sta pa oba dirkala z Polom Seksasom in raznimi. A sta bila konkurenca? Ja, Omerzel lahko tudi. Seksas je mlajši, ne, si rekel. Ja, tukaj je glih. 22, ampak Omerzel je tudi isti letnik, kot Seksas. A isti letnik, pa ni 22 star. Omerzel je 20 star. Omerzel pa, Omerzel recimo, če ga primerjamo z Seksasom, on je skupaj sta bila na 21 na malo več tekmah, 24 krat je bil boljši Seksas, 8 krat pa Omerzel. General classification ni bil nikoli Omerzel boljši. Ampak ga je pa na eni etapi, ki je bila gorska, tudi premagal. Ampak to je samo ena, pa še to verjetno ni dirku na polno, ker verjetno je bil to pač, skap sta prišla samo v cilj. Ni bilo, mislim, da sem pač ni bilo. No, lej, ampak Omerzel, se pravi, on je zdaj ta next gen slovenski. Ne, pa je bilo, 35 sekund mu je dal. Kdo recimo zdaj tako next gen slovenskih kolesarjev? Omerzel. Omerzel, ne. In pika.
pač ni nobenega drugega, ki bi... Pač so kakšni dobri v razvojnih ekipah Visme, je Sven Mernik, mislim da, je v razvojni ekipi Visme Lisa Bajk, kar je tudi pač zelo težko prijeti pa v profesionalno ekipo, ampak on je zelo, zelo dober, pa mislim, da mu lahko tudi rata. Ampak spet, pač ful je odvisen od tega, kaj narediš takrat, ko si v development timu. Pa v katera ekipa, malo je razlika, če si ti v development timu neke manjše ekipe ali pa Visme, ki je pač... Da je to velika razlika. Velika razlika. Čeprav spet te manjše, pač sej nivo nižji, ne? UAE, to je ekipa sestavljena iz samih najboljših pomočnikov. Ali pa najboljših, tudi skupen seštevka, pa karkoli. Tako da ja. Ja, jaz mislim, da na nek tak način lahko prideš. Ali pa tudi pol končaš, ne, recimo, primer. Pač ti ne uspe, se ne uspe vse. Kakšne so pa cifre, o katerih govorimo, Vati pa to. da si potencial? Ja, pa damo primer Omrzela, ne. On recimo je uspel. Ni najboljši, je pa med boljšimi. Njegove cifre so zelo, zelo velike, ne. Zdaj mi nekako pričakujemo, da smo pri 20-ih so že skoraj na pol, mislim, ne na pol Pogačar, da so že blizu Pogačara. Ja, pač to so... Ja, recimo on je 19 let, ampak on je velika izjema, ne, on je velika izjema. Vsem pa Omrzel nima nič kaj zelo slabših cifer, ne. On tudi da za pol ure recimo 6,2 vata na kilo, recimo, pa kaj, 6, siguren, ja, po moje med 6 pa 6,2 za pol ure je skoraj siguren, tam okoli 6, zato ker Lipovic je na Vršič dal za pol ure točno 6,5, jaz mislim, da glede na to, da je izgubil minuto. 6,5 na Vršič. Ja, 30 minut. 30 minut. On je pohce čist drug svet. 30 minut pa 17 sekund, 6,50 vata na kilo je dal za pol ure. Lipovic, koliko Lipovic star? Florian Lipovic. Moje 25-26. In to pa nisem vedel. Vem, da on je bil biatlon. Ampak koliko je bil on predvsem na vrhu pred Vršiča? Omrzelom, ker zdaj govorimo o Omrzelu, je bil minuto 50 mu je dal na klancu. To pomeni... Prej se da pa zato ga je počel. Ja. Minuto 50 Omrzela. Kar jaz mislim, da je dal siguren 6 vatov na kilo za pol ure, oziroma več, ker je pač malo del časa pelu. Ja. In jaz mislim, da glede na to, to so zelo strašne cifre. Na težki dirka po Sloveniji je tudi visok nivo, dirka se res hiter, tako da jaz mislim, da vseeno moraš kar imeti visoke cifre. Čeprav to so kar ekstremi, se mi zdi, Omrzel in to. Da imaš lahko tudi manjše cifre. Koliko vatov misliš pa, da ima nek mulo, ki ste 18 let, 17-18 let, pa hoče prepričati Boro, da ga vzamajo v njihov ta ekipo podmladka v Salzburg, unafora kao, bom jaz dal svojo stravo. Prepriča lahko. Bom jaz dal svojo vršiško stravo objavil na netu, da oni me ne povabijo v Salzburg. Ne? Koliko mora to biti? Poskuša lahko vsak. Ampak to je... Da si zanimiv za njih. Ampak vati Omrzela so ful različni, ki so bili na dirki pod nekimi res težkimi pogoji proizvedeni, a ne? Medtem, ker če imaš pa ti... Če ti usedeš na biciklu v Trenti, pa rečeš, gremo na Vršič, je to drugo, kot kar je čist drugo. Omrzel, ne? Ker da si v dirki, ker da imaš prej 3 etape polnega dirkanja, to je razlika, no. Kaj dost ne smeš zaostati za njim, če hočeš koga prepričati, ne? Čas mora biti dober, pa iz tega se... Ampak spet niso samo klanci, ne? To je... Pač jaz mislim, da vseeno se rabaš na nekih dirkah. Na koncu se rabaš vedno na dirkah dokazati. Moraš tekmovati, moraš na dirkah nekaj pokazati. Na nekih mladinskih, pa pač
te tam vidijo na koncu. Ker pač tudi tale dva, Jakob Omerzel pa Anže Raumer sta imela na koncu, sta vedno začela še vedno sta začela v Adri, oba sta z Novega mesta, pa pač naprej so jo videli na dirkah in naprej. Tako da na koncu na dirkah vsem. So pa tudi taki challenge, ki te pač vidijo na kakšnih. Jaz se začeti moš po moje v Adri, pa se ti ne moš kot 15-letni mulc, ker ne moreš Emirate uleteti ali pa ne, to sploh ne moreš, še vedno rabiš, ampak ni pa več tega, da boš pa ti v Adri do 22 leta, pa boš pa šel ker v UAE direkt. To pa, tega se pa ne gre več. Roglič, to vam bo on povedal, ko ga boste povabili na podcast. Kako njegova karijera, on je skakal dolg časa. Dolg časa. Nima vsak tega vseb, kar ima on, da bo on je res wunder menš, kar se tega tiče verjetno. Ampak on je le pozno začel najbolj tako. On zelo pozno začel. On je, vse lahko tudi to pogledamo, točno vse. Jaz mislim, da ne moreš na tak način, kad je Roglič prijet. Da bi računal s tem, da se bo kaj. Ne, definitivno. On je začel Radenski 2012, potem pa 2013, 2014, 2015. Koliko je on zdaj stare? Ne 38? Ne, on je 36, pa letos bo 37. Ok, 7, se pa pomeni, da letnik 89 letnik, ne? Začel je pa v 23 letih. Je ta zga? 23 letih. Ja, 23. Pred tem mi ne vemo, kaj se z njim dogaja. Mogoče se malo vozil na tržnico s kolesom, pa tako malo, ne? Ja. Okay, 2012 Radenska, pa do leta 2015 Peradri Mobil, pa 16. Samo 2015, to je bil pa star že 26 let. Ja. Potem pa leta 2016 je še kar vozil. Team Lotto NL Jaz se nadam. Jumbo. Tako da on je v bistvu 4 leta vozil na nivoju pač precej nižjem kot... Kako da bi rekel faktor, ne? Ja, recimo. Pol pa so ga vzeli. Samo očitno je bil, je bil vsem tako dober, kaj? Jaz lahko pogledamo, kaj se je dogajalo z njim v letu 2015, ker definitivno je bilo to zelo pomemben, če je imel takrat kakšne rezultate. On je bil tudi smolo na začetku, ne? Tudi v Vizmi, jaz se spomnim, da mi kot Slovenci, ne, smo se da ves čas bi slabe volje, ne, se ne more biti, ni kapetan, pa tam v Vizmi so rekli, a je kapetan, a ni kapetan, pa Vizma je bila še malo lesena, pa samo pomaga, pa tam samo ga kruj sviga, vlekel naprej, pa tam do Molene še vozil, takrat pa kaj zdaj, a je, ali ni, pa in smo bili mi kot Slovenci ful razočarani skozi, ne, da pa smo vodali proste roke, pa je takoj bil zelo. On je bil drugi na Grand Prix Izola, bil je 5. na Eastern Spring Trophy, potem je bil... Tako da 2015? Ja, drugi na Tour of Croatia. To je... Pa ni slabo. To ni slabo. Tour of Croatia je nekaj tako kot Tour of Slovenija, ali je malo niže raven, malo niže, ne? Nižja. Ampak pa še na Tour de Azerbajdžan je zmagal takrat, bil Tour of Malopolska 23, potem je zmagal dirko po Sloveniji in mislim, da je to nekako kar pretehta. Istega leta? Ne, naslednjega. Pa Tour po Kitajski, ki je imel takrat Kitajska, vemo, da je velika, ne? 13 etap je imel takrat ta, kar je ful čudo. Kjeri klanci so pa tam, Mount Everest. Mount Everest, nik Everesting, ki se tam dela, ne? Everesting, pač ne rabiš i dvakrat na en klanc, ker pač enkrat, ne? Ja, točno to, ne. Rabiš i dvakrat. Niso dosti višine, da reč. Ja, se razumem. Pa mogoče vmes malo dole, veš, mogoče nekaj. Ja, veš, kaj so. Upam, da ne preveč. preveč. Pa padeš tako za 50. Zanimiva. Ja, si upam, da ne preveč, ne. Zanimiva drugač dirka, ker je imela 13 etap. To je zanimivo. Tega pa malo premalo, dvotedenske dirke spogešamo. Ja. Četrti je bil tam skupno in to je nekako to. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega, ker je leta 2015 pač dosegel neke zelo dobre rezultate, a ne, pa so ga videli in ga povabili. Takrat je bil on še v ekipi Adria. Z Adrijo vse te dirke dirku. Ni pa bilo govora o kakšnih razvojnih ekipah, pa to ne. Včasih ima drugačni. So bile mogoče že kakšne razvojne ekipe, ampak vsem pa ima drugačni glasa, ne. Mislim, da ne. Ni bilo to še to, ne. Nobene, po moje. To se je začelo po COVID-u, bi jaz rekel. S temi razvojnimi ekipami. Dost pozem, bi jaz rekel tako. Da je to dokaj nova stvar. Dobro.
To je to. Zdaj se bo pa začel, neko ura je kaj. Se je že začel. Se je že začel, ne? Evo. Brazilini že puščajo, ne puščajo. Bomo videli, kaj ne puščajo, ne? Zdaj vam telepatsko vsem želimo en zanimiv tur. Tako da... Predvsem pa tudi kolesarjem. Brez nesreč, brez poškodb in vsega tega. To smo tudi lani želeli čim manj padcev, čim bolj varno vožnjo, zaradi tega, ker postaja precej nevarna. Zaradi tega, ker so inženirji, ki delajo kolesa dobri. Tudi to, ja. Ja, definitivno. Evolucija koles. Vsako leto so boljše, vsako leto je hitreje. Ja. Zato so v Formuli 1 pravila, da se počasni. Da se jih malo počasni. No, Ker če ne. Mi se pa upajmo, da vidimo naslednji torek.